Jaz sem našel tek, jaz sem začel flirtati z njim, potem je pa tek tisti, ki je mene zapeljal. Jaz sem dejansko mislil, da bom umrl. Jaz sem se privlekel komi do doma, doma sem se ne stuširal, ne vem kaj, sem se zvlekel na posteljo in sem tam v položaju fetusa 2 uri, 3 ure čakal, da bom guznil. Jaz vidim užitek v tem, da premaguješ svoje meje. V športu se ti pač dejansko realno lahko primerjaš samo sam s sabo, a ne? Čim se primerjaš z drugimi, si izgubil. Ja, jaz sem človek, ki dela zelo malo stvari v življenju, ampak tisti, ki jih delam, sem pač all in. Moj takoj naslednji cilj je polovičko izpiliti do te mere, da se uvrstim na svetovno prvenstvo. Spoštovani, spoštovane, draga publika tam zunaj, saj vem, poletje je končno prišlo v naše kraje in imate marsikaj bolj pametnega za početi, morda kot tole gledati ali pa poslušati. Seveda tole, verjamem, poslušate lahko tudi ob vaši rekreaciji ali pa ob tem, ko kuhate ali pa se vozite v službo in odštevate dneve do zasluženega dopusta. No, midva s Klemenom samo za vas zbijava neslane šale in pojeva kaj zanimivega. Klemen Šuligo je z mano. Klemen, živijo. Živijo. Si danes že tekel? Odkar si me povabil na ta podcast, sem vedel, da me boš to vprašal, ker pač vem, da to vedno vprašaš. Ampak moj odgovor je na žalost ne, ker si me našel na enega izmed 2 dni v tednu, ko ne tečem, ko imam počitek od teka. Tako da danes sem kolesaril, danes sem plaval, danes sem bil nekaj malega v fitnessu, tekel pa žal nisem. Človek je naredil danes 3 treninge, to ste slišali, ne? Ja, za nalašč ni šel teč, zato da je imel zanimiv odgovor za mene. Všeč mi je to. Evo, da ne bo to generično vprašanje preveč zanimivo. Kako pa si drugače, Klemen? Super, zdaj zadnje čase moram reči, da je sploh vse v redu, oziroma vsaj zdi se v redu. Tako na privat področju, na službenem področju, v športu, tako da fenomenalno. Sem mislil, da ne more biti boljš, pa smo pa sam še ti v podcast povabil, ti pa vidiš, da je vedno lahko boljš, no. Sky is the limit, Klemen, sky is the limit, ja. Čas je že bil, da sem te povabil. Ja, kot da je tole, recimo, appreciation month ali pa nekaj tasga, vabim zdaj ljudi, ki ste vendarle imeli nekaj zraven, ko sem zaganjal tale podcast, ti si bil tisti, ki mi je zelo pomagal pri tujih gostih, do tega še prideva, ampak vseeno, tradiciji na čast, bi te, dragi Klemen, predstavil tisto, kar sem se tule jaz izpisal, pa boš potem dopolnil, kaj sem seveda narobe povedal. Klemen Šuligo je z mano magister prava po izobrazbi, sodniški pripravnik v prostem času, pa seveda zagrizen rekreativni triatlonec in seveda tekač. Svoj prvi maraton je odtekel še kot najstnik, ga v nekaj letih spravil po 3 ure, potem pa se okužil s triatlonom, ki ga zavzeto trenira in v njem tudi tekmuje. Letos ima že eno hitro polovičko za pasom, njegov cilj pa, če verjamemo njegovim profilom na socialnih omrežjih, svetovno prvenstvo in njegova želja postati profesionalec. Letos uspešno tekmuje tudi v Gorenjskem tekaškem pokalu, Gorenjska moj planet, kjer je trenutno vodilni. Ima popularen Instagram profil, kjer objavlja zanimive in zabavne vsebine z področja teka in triatlona, in tudi sam je med korono produciral svoj podcast Korak naprej, kjer je mladim predstavljal vsebine in znanja z področja organizacije in delovanja države, politike, davkov, socialne varnosti in družbene ureditve. Tega ne delaš več, Klemen, ali kako? Ne, to je bil en poskus. Takrat, ko sem bil še malo mlajši, pa malo bolj naiven, oziroma malo bolj mišljenja, da bi lahko dejansko kaj spremenil, pa dejansko ljudi malo bolj ozaveščal, pa dejansko ljudem pomagal.
in s tem svojim širjenjem znanja zraven tudi kaj zaslužil, ne, in si morebiti zgradil neko kariero iz tega. Pol sem pa s časom ugotovil, da to pač žal ne gre tako. Ugotovil sem v bistvu, ne vem, naletel sem na malo drugačen odziv, kakor sem ga pričakoval, pač človek, ali pa vsaj jaz, no, bi pričakoval, da če nekomu pač pomagaš oziroma želiš pomagati, če mu pač razdajaš neko znanje, če rešuješ so njegove probleme, a ne, da boš to zato dobil, če ne drugega, vsaj zahvalo, pač pa hvaležnost, pa dobro voljo, če že ne, tudi plačila, ne, ker pač če nekaj delaš, je fajn, da si za to tudi plačan. Ampak sem na drugi strani v bistvu naletel na to, da je nekdo, mislim, več oseb, več takih izkušenj je bilo, da je nekdo pač, ko je dobil svoje, enostavno rekel, niti hvala ne rekel, ampak pač prekinil komunikacijo, se pravi, ni bilo več ne bu ne mu, dosti je bilo tudi negativizma, dosti je bilo tudi tega, kakor bi rekli, trolanja. Zdaj, da bi se nekomu zdelo fair, se pravi, za moje delo plačati, to je bilo sploh, ne, bogoslužstvo. Tako da ja, sem vztrajal skoraj 1 leto, pol sem pa v bistvu ugotovil, da s tem okej ne bo kruha. Tako da tukaj je bila ena napakca v tvoji predstavitvi. Takrat sem v bistvu bil sodniški pripravnik, no, pol sem pa na srečo šel, zdaj že 2 leti, pa še malo od tega, sem pa naredil PDI, pravniški državni izpit, tako da zdaj nisem več pripravnik, zdaj sem pa že višji pravosodni sodelavec na sodišču. Izvrstno si me popravil. Daj potem, ko zaključiva s tem pogovorom, sam še na LinkedInu refreshe zadeve, ne, zato da bodo pač tvoji sledilci videli, da si zdaj pač malo višji, ne. Videl sem PDI objavo, mislim, tega ne opravi vsak pravnik, ki zaključi pravno fakulteto. Malo jih je in malo jih je, ki jih to opravi v prvem poskusu. To je, daj mi recimo primerjavo, to je težje kot recimo natrenirati za en Ironman, ali kako? A veš, da, ko si začel tole temo, se mi je zdelo pač, da boš nekaj v tej smeri vprašal. To je res nekomu, ki nima občutka že, kako je študirati pravo, kaj šele, kako se je potem pripraviti na pravniški državni izpit, je zelo težko opisati, pač kakšni kupi papirja so to, koliko obsega vsa ta snov, ki jo moraš naštudirati, ki jo moraš v enem šusu znati za tisti PDI. To je nenormalno, mislim, ne vem, ko se vpraša recimo za Ironmana, za celega Ironmana ti težko rečem, ker ga jaz še nisem dokončal, ne, ampak recimo, da ti tako rečem, za Ironmana dokončati ima 17 ur, a ne, saj moraš pač plavati skoraj 4 kilometre, pa na biciklu biti 180, pa pol maraton odlaufati, ampak počasi se daleč pride, pa čez kolikor toliko pač malo se natreniraš, tudi v 17 urah marsikdo prileze čez, ne. Tle, kar se pa tega tiče, ne vem, to imam pa jaz malo za šalo, malo pa tudi zares, to imel pa po moje do konca življenja travme glede tega PDI-ja in glede učenja in potem glede samega izpita, ker to vse, ki folk sliši o tem, kako se PDI dela, pač vse je res. Napisni del, tam sediš 8 ur, mama me je pripeljala z avtomobilom, z 2 potovalkama, knjig in vsega tega, če kdo misli, da ti vsi tisti zakoni pa vse tiste knjige, ki jih s sabo privlečeš, kaj pomagajo, zelo malo. Ustni del izpita je pa tako, no, zelo na kratko, pač 3 ure si tam, 6 sklopov je, 6x po pol ure, izpraševalci tudi približno, ne, da bi tiste pol ure kaj skrajšali, recimo, ne vem, na 29 minut pa 30 sekund, ni teorije. Do ta zadnje sekunde te drillajo v glavnem. Tako da, se pravi, to je res tako ena taka travma, no.
Sej mogoče sem pa zaradi tega tako zblaznel, pa se pa tako fanatično v šport vrgel. Znam si predstavljati, ne, ko to uporabljaš, ne, teh 11 ur izpraševanja na leto podlage neprespanih noči, ne, pa izpuljenih las, pa še česa drugega, ne, zaužitih Red Bullov. Kako se potem nagradiš? A greš samo še ležati, pa s prazno strmiš v nebo 14 ur, ker si tako spraznen, ali kaj narediš? Jaz, če ti zdaj povem, sploh ne vem, kva sem potem ta prve recimo 2 ali pa 3 dni po PDI-ju, kva sem počel. Vem, kaj sem čutil. Čutil sem praznino v sebi, ker kar naenkrat nisem več vedel, kaj bi sam s sabo počel. Zato, ker sploh v zadnjih parih mesecih, recimo, ko je bilo to mesec, 2, ki je bilo to res intenzivno učenje, ampak ja, to je bilo 1 leto učenja, kontinuiranega, ne. Je to zavzema, ne vem, to je kot služba, to zavzema večji del tvojega življenja, ne. Vsak dan posvetiš toliko pa toliko ur učenju. In kar naenkrat to odstraniš, se pravi, nisem vedel, kaj bi sam s sabo, mislim, pač pol čez par dni sem začel, ker sem dobil tudi pač poziv na sklenitev delovnega razmerja, ne, tako sem pol tudi službo dobil, sem začel pol na srečo malo v zvezi s tem urejati, pa malo v zvezi s tem možgane uporabljati, ne, ampak drugače, se še zdaj spomnim, sem ležal doma in pač nisem mogel verjeti, da je to, da je pač konec, ne. Najbrž poznaš ljudi, ki so po to pač poskušali več kot enkrat, pa ne uspeli, recimo, kakšna travma je šele to, recimo, ko se let učiš, pa te vržejo? Ja, to je pa po moje pa nepredstavljivo, mislim, jaz niti ne vem, zdaj nočem razmišljati nazaj, kaj bi naredil, ampak ja, mislim, zagotovo je to pač, ne vem, na robu depresije, po moje si najprej na začetku, a ne, toliko vloženega truda, toliko vloženega energije, volje, vsega, pa pol je tudi ta nesigurnost, ne. Vsaj pri meni bi se ziher pojavila pač nesigurnost, kar naenkrat, če si na začetku, ko si ta prvič pristopil, mogoče še mislil, pa dobro, saj znam, saj bo že nekako, ne, saj bo že šlo, je pol ta drugič, ne vem, jaz bi se počutil tako, a res znam, ne znam, spet bom padel, spet bom ne vem kaj, tule pri PDI-ju je pa sploh kriza, ne, ker je lahko pa samo 3-krat opravljati, ne. Pos pa pečenka, ja. Če 3-krat padeš, ta 3. padeš, konc. Pač ne moreš, po zakonu ne moreš iti več delati 4. In ja, no, po mojem mora biti kar kriza. Ampak PDI v osnovi ti odpre vrata v to, da imaš lahko, ne vem, neko pravno svetenje, imaš svojo odvetniško pisarno, za vse pravne službe v tej državi pa ni recimo zahtevano, kako, za katere pozicije še moraš dejansko imeti sploh PDI, če se še čisto rahlo ustava pri temle, no. Ja, recimo, če hočeš biti odvetnik, si pač potrebuješ PDI, recimo notar, če delaš nekje v sodstvu, recimo zdaj pač na mojem delovnem mestu, če si en položaj nižji, si lahko opraviš tudi brez PDI-ja, ampak je potem že manj striktno pravniško delo, odvetništvo, notariat, sodišče, razno tožilstvo, take zadeve, no. Vse, kar nekaj resno, kar nekaj šteje, kar ima neko težo, če se podpišeš pod en papir, na katerem je pač neko tvoja ekspertiza, mnenje ali karkoli tega, ja, razumem. Glede na to, da si se veliko pojavljal tudi v medijih, jaz vem, da si bil v Delu, pa Ona plus, pa Pravni vestnik, pa ne vem kje, pisal si o vsem, o pravu v športu, pa o pravicah otrok do predšolskega varstva in podobno. To so kar zahtevne teme. So te vsi ti našli, ti mediji, pa te poklicali, ali te en najde, pa te pol drugi potem najdejo? Kako prideš do tega, da si praktično, saj med korona si bil eden, rekel, bolj produktivnih pravnih svetovalcev v medijih, pa še na Dobro jutro, mislim, da si bil, ni da nino.
S tem je tako, kot v športu. Pa jaz kot nekdo, ki se športom ukvarja ob strani, a ne, mogoče niti nisem toliko relevanten, zato je kakšen profi bolj pravi naslov, ampak najdete noben ne. Ti se moraš ponuditi, vsaj moja izkušnja je taka. Ti se moraš ponuditi, ti moraš napisati, kdo si, kaj delaš, vedno bolj je bilo že takrat, pa po moje tudi zdaj, moraš imeti nek konkreten produkt, nek konkreten članek, neko konkretno idejo, ki si jo ti pač pripravljen izpeljati in nekomu ponuditi, in potem to pač vse tistemu, ki mu želiš plasirati, in potem pač upati, da ti da priložnost, a ne, in da tisto, kar si ti pač, recimo jaz, ki si rekel, ne vem, Mladina, Ona in vse te zadeve, a ne, tukaj pri vseh teh sem mu jaz članek že napisan in sem potem pač 4, 5, 6 poslal, če bi bili zainteresirani, da ta članek objavijo, a ne. In potem pač od 5 poslanih mailov 4-krat dobiš ne, enkrat dobiš pa ja. Če imaš srečo, lahko dobiš pa 5-krat ne, a ne. In tako je bilo v bistvu z vsemi temi članki, no. Zdaj, da ne bom komu krivice delal, ker mogoče me je kdo kdaj poiskal, ampak upam si trditi, da v veliki večini primerov pač me ni pa noben našel, sem pa jaz druga našel. Ja, to za kakšen honorar si delal, si pa že prej povedal, ja, tako, ja. In koliko časa bi še, recimo, preden bi zlezel višje, ampak pustiva zdaj to temo izvrstnosti predstavil sem mladim nadebudnim pristopnikom v pravne vode, pa na pravno fakulteto, to sem naredila kratek uvod, da veste, kaj vas čaka, potem, ko boste diplomirali pa magistrirali. Za več pravnih nasvetov pa poklikajte kanal Korak naprej, ja, link spodaj, pa potem Klemena zasebno nadlegujte, njegova tarifa je pa zdaj za te zadeve majčkeno višja, ja, ne dela več zastonj, tako, ja. No, evo, zdaj sem ti naredil reklamo, zato je pravni posel popoldne, kar imaš še časa med treningi, ampak greva k teku, zdaj, ko je bilo pa s tekom, je tek našel tebe ali si ti našel tek? Ja, s tekom je bilo tako, jaz sem našel tek. Jaz sem začel flirtati z njim, potem je pa tek tisti, ki je mene zapeljal. Jaz sem bil od, mislim, da 5. leta do 18. do zadnjega leta srednje šole, no, sem bil fuzbaler. S tem, da zadnje leto, 2 sam še tako pač, ker sem bil na športni gimnaziji, pa sem rabil ti status. Pol sem pa nehal s fuzbalom v zadnjem letniku srednje, pa sem nekaj časa visel doma, pa je šlo meni na živce, pa je šlo staršem na živce, na kar je pač mama moja, ki je ne vem koliko, kakšne pol leta, 1 leto pred tem, tudi sama začela teči, pač prišla na idejo, Klemen, kaj pa, če bi se ti kdaj kaj obup, pa bi šel ti tudi kaj odlaufati. No, in jaz sem to pač kot ta prav tekač začetnik pač pristopil k zadevi in moji tekaški začetki so bili taki, v bistvu, da sem hodil laufati 3-krat na teden, torki, četrtki, sobote, skozi ena in ta ista trasa, laufal sem v bombažni majici, v fuzbalskih hlačkah, pa v supergah za dvoranski fuzbal, čuden, da nisem bil že takrat cel pohabljen. Ampak jaz sem bil vedno tako, no, jaz sem bil vedno ful tekmovalen, vedno me je bilo treba, že tako poslušam, že ker sem bil majhen otrok, vedno me je bilo treba športati, štopati, vedno sem hotel biti prvi, vedno sem tekmoval s svojo sestro, ki je prvo kot prvo pač ženska, drugo kot drugo 6 let mlajša od mene, ampak jaz sem z njo kar tekmoval in to je bilo treba zmagati, če ne bi bilo konec sveta. No, in tle pri teku je bilo isto, ne, jaz sem pač tam, takrat sem šel v Šiški živel, samo en krog okoli Rožnika, ker sem si ga pač še enkrat izbral in potem sem se pravil, vsak torek pa četrtek en in isti krog, samo da bo hitreje. Pametne ure takrat še nisem imel, štopil sem se na 1 uro iz kitajske trgovine za 2 evra, ki je imela lisano štoparico
In to je bilo to. Ob sobotah sem šel pa gor na Rožnik. Pa spet, sam da bo hitreje kot prejšnjo soboto. Nima veze kako, nima veze zakaj. In to je trajalo skoraj 1 leto, dajmo tako reči. Potem je prišlo pa tisto leto 2013, ker se je pa mama prijavila mislim, da je bila to njena prva tekaška tekma, se je prijavila na polovičko na Ljubljanskem maratonu in se je zavzeto pripravljala za to. In je mesec pa teden več pa ziher ne. Pred maratonom je rekla, Klemen, kaj pa če bi šel ti tudi laufat, ne? In nisem prav dolgo časa razmišljal, sem rekel, bom šel laufat. In ona je imela takrat, se pravi, kakšen mesec pred maratonom je imela zadnji dolgi tek in kako drugače bi izgledal ta dolgi tek, ne, če hočeš vedeti, da si pripravljen za polovičko, pač greš pa na treningu, odlaufaš polovičko. In sva šla 1 nedeljo in sva odlaufala tistih 20 kilometrov in meni se je to zdaj ful easy, ne. Se laufala sva tak tempo, da danes, ko gledam nazaj, bi pa da ne bom koga užalil, ampak bi zaspal zraven, ne. Mislim, da je bilo tam nekje 6:0 ali pa tam nekje tempo, ampak to je bilo meni čisto easy. Zdajle si užalil cel kup ljudi z mano vred, a ne? Hecam se. Ne, sej, Hecam ja. se. Te razumem, ja, izvoli. Jaz sem pa vedno tak, ne, jaz si pa vedno pač postavljam neke visoke cilje, ambiciozne cilje, ne, tudi če so včasih nerealni. In sem pol pač tuhtal, ne, zdaj, če grem na Ljubljanski maraton na polovičko, pač to ne v nič, ne. Zdaj, likar sem polovičko odlaufal, še svež karosca, to ni nič, gremo na celega. No, in sem se idiot prijavil na celega, 1 mesec pred maratonom. Medtem, ko so vsi ostali že izgorevali in pregorevali in nabirali poškodbe, sem jaz šele trenirati dobro začel, ne. In sem šel 3 tedne, to zdaj govorim, ker to mi bo do konca življenja ostalo v glavi. 3 tedne pred maratonom sem šel 25 kilometrov, kar je bil moj najdaljši tek do takrat v življenju. 2 tedna do maratona sem šel 32. Bravo. In to je bilo tako, saj to je tako, to ti lahko razlagam še pol ure. To je bilo, kako sem bil oblečen, sem že povedal. Carbo loading, sploh nisem vedel, kva je. Laufal sem na vodo pa na zrak, ne vem, kva sem fotosintezo izvajal ali ne vem kaj. V glavnem po moje, da je bil ta 32-kilometrski tek ta prvič, ko sem jaz maratonski zid doživel, ker jaz sem dejansko mislil, da bom umrl. Jaz sem se privlekel komaj do doma, doma sem se ne stuširal, ne vem kaj, sem se zvlekel na posteljo in sem tam v položaju fetusa 2 uri, 3 ure čakal, da bom guznil, pa na srečo nisem. To te ni ustavilo, da nisi rekel, to je zame. Ne, a veš, to smo posebne vrste ljudje, mene je to tako pač, mislim, ne moš pustiti, kako da jaz tega ne morem, pa valjda, da lahko, ne. Sej pol, ko sem prišel k sebi, ne, pol je bilo tako pač, okej, zdaj ni šel, naslednjič pa bo šel, ne. To je to. No, in ja, in sem stal na startu Ljubljanskega maratona. Takrat smo tekli še v 2 krogih in tudi ta Ljubljanski maraton, to je bila dogodivščina. Mislim, da sem se ene 3-krat, 4-krat ustavil v boksih, dobesedno. Takrat mislim, da pol nekaj sem naštudiral, da bi bilo fajn tudi kaj popiti pa pojesti med tekom. Čeprav to je bilo tako, po moje, da sem do ene 25-30 kilometra, da sem jih lonček ali pa 2 tistega Enervita ali karkoli že bilo spil, tako da vse skupaj nič v glavnem, no. Poleg tega, se pravi, je še tekali iz mene pošteno in je šlo spet tam do, ne vem, do 30 pa še malo kilometra. Pol se pa spomnim na Dunajski pri Plečnikovem štadionu, me je začel pa, stiskati v mišicah me je začel že prej, ampak tam je pa zagrabil krčo v zadnjo ložo in ni popustil in je bilo toliko hudo, da sem se pač mogel zlekniti na tla in sem tam rjul v bolečinah, ker je pač bolel. In tudi, ko je popustil in sem hotel vstati, me je spet zagrabil, tako da sem rabil najprej ene 2-3 minute, da sem sploh vstal. Ker
ker sem hotel korak naprej narediti, spet ni šlo, je spet zagrabil in ne vem kako, pač nekako sem se uspel potem začeti premikati in hoditi. In to sem ponavljal tam Mastre do podhoda pri Gospodarskem razstavišču. Tam se je pa pol že začel tisk, je bilo pa malo več ljudi, pa malo več tako in takrat sem si pa rekel, lej pač pred toliko folka se pa ne boš zdaj tle po tleh zvijal pa jokal pa ne vem kaj. In to čudo od adrenalina in vseh teh hormonov je naredilo svoje, tako da sem potem gor pri Gospodarskem razstavišču, ki se gre od Železnice proti Bavarcu, pa po Slovenski, pa do cilja sem potem skozi odlaufal. In ja, in sem prišel do cilja. In potem takrat me je tek totalno omrežil in takrat sem začel pol sam še razmišljati, kako bi jaz to lahko boljš počel. Dres Francesca Totija si upokojil, pa kupil tistega od Eliuda Kipčogeja. Ja, to si me tudi spomnil. No, sej, to je pač, to je pokazatelj, kakšen bukser sem. To je res pač, to celotna pot do tega mojega maratona, pa kako sem jaz pristopil k zadevi, pa kako sem, takrat sem v dresu od Francesca Totija laufal. Jaz sem bil takrat še čisto v fuzbalu, navijal sem za Romo, Toti je bil moj idol, najboljši, mislim, najbolj priljubljen nogometaš, imel sem njegov dres in sem rekel, pač, zakaj pa ne bi šel v tem dresu laufati, ne? In sem laufal, dres Totija, pa neke zelene Olimpijine hlačke, meni se zdi, sem imel, pa neke superge za gorski tek ali neke gore tek sem imel takrat še, v glavnem tako, no, kot da bi se me zmislil, res, sem pristopil k zadevi, brez hrane, brez pijače, brez treninga, brez vsega, sam z idejo v glavi, da jaz bom zdaj maraton prelaufal in sem ga prelaufal. Kako romantično se to sliši. Mislim, to so zgodbe, ki delajo tekače. Pustimo zdaj vse tiste, ki danes, preden naredijo prvi korak, že vse vejo, že vse kupijo, pa vse imajo. To je čisti dolg čas. Ti rabiš to grinda, ti rabiš priti iz podna nekje, pa eksperimentirati sproti. Ampak pri 19-ih, no, kako te pa okolica zdaj sprejemala? Vsak 19-letnik pa ne preteče maratona po 4 ure, praktično brez treninga. No, neki je bilo pa že malo ponosa o tebi, kljub vsemu, kar se ti dogaja, ali pa v tvoji okolici tudi, ali kako? Jaz ti moram tako reči, ne. Jaz sem že po naravi bolj introvertiran, tako da prav neke široke množice ljudi okrog sebe nimam. Napravil sem bil nasploh, izobčenec ni prava beseda, ampak tako, nekako tujek sem bil napravil. Zato, ker nek tipečen študent prava, takrat v mojih časih, no, je bil zelo resen, zelo študiozen, glavne teme debate so bile pravo, politika in vse take zadeve. Jaz sem bil pa takrat še vedno pa tudi tako, kakor sem zdaj, bolj za šport, pa za prosti čas, pa za take zadeve, ne. Tako da ful nekaj veliko sogovorcev nisem imel, ampak tisti krog, ki je bil okoli mene, pa tisti prijatelji, ki so bili srednje šole še, pa vem, da so bili navdušeni, se mi pa zdi, da je tako, ne, da ko nekomu poveš, da si prelaufal maraton, nekomu, ki ni nikoli športal ali pa je mogoče iz nekega drugega športa, ko nekomu rečeš, da si, ne vem, da si prelaufal maraton ali pa da si naredil Ironman ali pa polovičko Ironmana ali pa pač nek drug tak, nek tak dosežek, ki velja za velik med športniki, a ne, da si tisti niti ne zna čisto točno predstavljati, koliko naporno je to, a ne. Koliko naporno je, ne vem, jaz sem zdaj pač ful treniran, pa ful prelaufam, pa kolesarim, pa plavam, pa ne vem kaj, ampak po moje bi se še zdaj kar dosti namatral, da bi tistih 42 kilometrov prelaufal, pač ker nisem laufal več, ne vem, 23-25 kilometrov, že ne vem koliko časa ne, a ne. Zdaj nekomu, ki pa v zadnjih 10 letih ni več kot 2 kilometra naredil peš, a ne, se mi zdi pa, da je mu to pa nepredstavljivo. Ja, najboljše kot človeku. Mimogrede v Menš,
Pa ne, da bi sam sprovociral, če zelo vprašajo, te kaj pa si kje delal pretekli vikend, pa rečeš, maraton sem prelafal, pa rečeš, aha, koliko je to že? 10 ali 12 kilometrov, pa rečeš, lep dan tudi vam, ja, lepo se majte, kaj pojejte, pa se vidimo. Tako da ja, imaš prav. Čeprav tek je zdaj vsem popularen, reči, kar hočeš, ampak tako si ti rodil, recimo, sem jaz počasi šel na svoj prvi maraton, pa takrat je bilo to vse skupaj še vsem malo bolj v povojih, danes je vendarle to malo bolj prepoznavno, ali kaj ti meniš, no, ker zdaj pa že nekaj časa to počneš. Ja, bi se strinjal s tabo, se mi zdi, da je nasploh, ali pa kaj pa vem, ali sem pa mogoče preveč o temu mehurčko, no. Se mi zdi, da tek pa zdaj zadnje čase, včasih zaradi Pogačarja pa Rogliča pa tega kolesarstva pa to, se mi zdi, da je vse več ljudi, ki včasih nikoli niso počeli nič, ali pa dolgo časa niso športali, pa se zdaj nekako vračajo k tem disciplinam. Veš, kako je, ne? Tek je najbolj enostaven, ja. Tek je, pustimo to pol, da pridemo do teh raznih super čevljev, pa najnovejših Garminov, pa ne vem kaj, ampak v osnovi se tudi jaz sem prišel tako v tek, ne. Kaj, če bi ti malo športu? Okej, pač kaj je najbolj enostavno, ne? In tako, kot sem ti rekel, zlaufati, Nič ne bombažna rabiš, majčka, tako. neke hlačke, nekaj superge, da so pa tistih, ne vem, 5 kilometrov ali pa recimo tudi 10 kilometrov pismo ni hudič, če ne prelaufaš, ne. In ja, se mi zdi, da je ravno to, ravno ta neka enostavnost, spet, če se pravilno pristopi k zadevi, a ne, da nekdo, ki začne laufati, da pač res pristopi k zadevi tako, da v teku uživa, zna biti tek zelo tako, neizčrpajoč, pa ne tako, da prideš ves polomljen iz teka, ampak tako, da znaš, da si zbistriš misli, da odklopiš, da dejansko uživaš, in zna biti pač tako kot neka forma odklopa, tako kot je za nekoga, ne vem, mogoče meditacija ali pa ne vem kaj. Poslednje si odlično povedal, no. Jaz se siguren večkrat najdem v tem, jasno, ne, če če grem sam, če si v skupini, to druga dinamika, pa debata in tako naprej, ali pa celo hitrost in tako naprej. No, ampak, evo, zdaj še za tvojem prvem maratonu, rekel si, tek te je pol potegnil vase, koliko časa nisi normalno hodil po tistem prvem maratonu? Kaj pa vem, to se pa res ne spomnim. Vem, da pač, ker to je bila nedelja, ne, pol v ponedeljek je bil faks, vem, da vsaj kakšen dan ali pa dva sem še malo štora shodil, ampak iskreno povedano, ne vem, ne spomnim se prav kaj dosti. Spomnim se samo naprej potem, kako je šlo, da prav kaj dolgo časa niti nisem počival, pa tako, no, takih malo večjih dogodkov se spomnim iz tistega časa, se pravim, pač to štorija okoli ta prvega maratona, tega v življenju ne bom pozabil, pa vem, kako sem potem naprej šel, a ne, ker sem malo bolj resno pristopil k zadevi in kako se je potem moja pot nadaljevala do kjer smo prišli oziroma do kjer smo zdaj. No, zdaj, rekel si, v tek te je potegnilo zaradi užitka samega, zaradi tega, kar si prej omenil, zaradi mogoče občutka, da nisi rekel zadnje besede, tisti maraton te pa že ne bo iz tebe delal, a ne, jokajočega bitja, ampak da mu boš pokazal hudiča, zaradi česa vsega si treniral potem naslednje leto in šel spet na Ljubljanski maraton. Zdaj ne vem, če temu lahko rečeš užitek, tako kot si večina ljudi interpretira užitek. Okej, lepo. Ampak moj naslednji cilj za naslednji Ljubljanski maraton je bil prvo kot prvo, da ne bom pač se zvijal po tleh v krčih in ne vem kaj, drugo kot drugo je pa, da bi pač šel malo hitreje, kakor sem šel, a ne. Zdaj, da bi imel že takoj za naslednji maraton kakšen cilj, ne vem, če je bil, ampak jaz vidim užitek v tem, da premaguješ svoje meje, da si zastaviš nek cilj, pa ga dosežeš. V tem, da si, zdaj govorim si, v tem, da sem malo boljši
kakor sem bil, ne vem, prejšnji teden, prejšnji mesec, prejšnji karkoli pa če. Ne vem, da več odlaufam, da več tako. To je mene gnalo naprej v bistvu. Ker jaz sem na zadevo gledal tako, kakor v bistvu še zdaj dosti podobno gledam na zadeve. Maraton je zdaj nek problem, ker si ga ti sicer rešil, ampak si ga rešil tako, da pač si jokal pa stokal zraven. Kako ćemo rešiti ta problem, da ga bomo boljš rešili, a ne? In tako sem jaz potem pristopil zadevi. In to je bilo potem takoj naslednji maraton in potem tudi vsi maratoni oziroma vsa moja športna udejstvovanja naprej so bili tako, a ne? Kako biti boljši v tem, kar počneš? Kako ti je bil všeč potem naslednji ljubljanski maraton, ki je pa zdaj samo v enem krogu? Šel si na isto dirko, se maščevati, pa ti servirajo čisto neko drugo progo, klinc. Kaj pa zdaj? Ta ljubljanski maraton je zelo tako, ne. Ne veš, kaj je boljš. Zato, ker tam, ker sta bila dva kroga, je tako, po eni strani je slabo, zato ker prelaufaš tistih 21 in si spet tam v centru in pol, kva, to moram zdaj vse še enkrat, a ne. Mogoče z tega vidika psihično niti ni optimalno. Ampak tisti, ki je en krog, je pa tudi bolj žalost, a ne, zato ker pol, ko se enkrat oddališ tam iz mesta, tam, ko laufaš potem Trnovo, Vič, Rudnik in tam ni žive duše, a ne, tam si pač dobesedno sam, mislim, je mogoče kakšen tekač pred tabo, kakšen tekač za tabo, a ne, ampak ob cesti zelo malo gledalcev, vsaj takrat je bilo tako, no. Zdaj tudi od mojega zadnjega ljubljanskega maratona je žal časa minil, ampak takrat je bilo tako, ne, da si laufal sam sredi ničesar in je bilo po moje celo bolj naporno, kakor tisto v 2 krogih laufati, a ne. Je bilo pa že pač, sem imel pa že, takrat sem hotel iti 3:15, meni se zdi, če se prav spomnim, ampak to zdaj zelo iz zadnjih kotičkov možganov vlečem. Je pa že malo bolj tako, no, si že malo bolj skoncentriran nase, na to, kako boš to, kar si zadal, dosegel, kako moraš laufati, kaj moraš laufati. Vsaka in en krog in 2 kroga imata svoje prednosti, no, meni se zdi, da je bilo to vprašanje. Vse si lepo zaključil. Se kar strinjam s tabo, no, saj jaz sem tisto prvo leto, ko sem naredil en krog, trdil, da sta 2 kroga boljš, no, potem sem šel odlaufati ta en krog, pa še zmeri, lahko ti potrdim, jaz sem bil, ne vem, zdaj 2 leti nazaj, oziroma da zadnjič, ko je bil v enem krogu tam, pa je še dosti podobno, kar se tiče vzdušja, ne, in sem hotel reči, zdaj, če so že Radenci kdaj hoteli biti podobni Ljubljani, pa Ljubljana v tem primeru hoče biti podobna očitno Radencem, pa tistim dolgim, a ne, ravninam, kjer je sam kakšen palček, pa kakšna vrana, ki je, a ne, malo seveda karikiram, jasno, ampak mogoče je to največji manko ljubljanskega maratona, da tam dol po Rudniku, pa po tistih štradonih dol, ali ni pač žive duše tisti dan. Ja, ljubljanski maraton, toliko o tem, ne bova predolgo se zadrževala v Ljubljani, greva širše, greva dlje. Povej mi, kdo je dal idejo, da greste 2016 na berlinski maraton, družinsko, to mi povej. Ja, družinsko, tako kot zdaj že 2-krat ali 3-krat v tem podcastu omenjeno, ne, tudi tukaj je da mama pobudnica, zato ker ona je potem tudi odlaufala teh nekaj svojih ljubljanskih maratonov in si je želela nekaj več in pač več kot berlinski maraton, tako kar se prestiža in vsega tega tiče, težko dobiš. In je rekla, da bi pač šla v berlinski maraton in me je prijazno povabila zraven. In jaz pač takrat si niti približno še nisem predstavljal pač berlinski maraton, kaj to je, kaj to pomeni, kakšna tekma je to. Se mi je pa tako zelo fajn zdelo, pač če ne drugega bi pač šel v Berlin, tam bi odlaufal in to je tako, ne, namesto Ljubljane, pač okej, saj Ljubljano sem takrat že 3-krat oddelal, pa pojdimo v Berlin laufati, a ne. Tako da ja, tudi tukaj nisem prav dolgo časa razmišljal in sem se potem, se pravim, sem ljubljanski maraton nadomestil z berlinskim. Simple ko pasulj, ja, spomnim se, ja, takrat sem te jaz prvič spoznal,
dokaj, bom rekel, zadržan tih mladenič z materjo tvojo sta se pogovarjala, pa maratoni gor dol, pa smo bili tam na ambasadi, pa najprej mati vprašam, ne, sej mladenič, ne, je najbrž kaj treniral za ta maraton, ne gre samo tako za zraven, ne, da mami dela pač veselje in uslugo. Pa ona reče, ne, sej neki pa že odlaufal, ne, pa sem jaz pristopil do mladeniča, pa ga vprašam, pač tako, mimogrede, ne, sej, kakšne plane pa imaš za nedeljo, misleč, da bo pač dejal, odlaufa tole, probat preživeti, ampak ta mladenič izstreli kot izstopa po 3 ure. In jaz sem skoraj padel na rit tam, a ne. Sem rekel, fuck, a ne, to je tle. Pa zdaj, da sem se pa uštel malo, ne. 22-letniki tako suvereno govori, da v teku pod 3 ure, tukaj pa neka dobra zgodba zadaj. In res, takrat si bil očitno na tistem busu, pa na tisti odpravi že s to mislijo in natreniran in odločen, da to narediš, ali kako? Pod 3 ure sem bil odločen že 1 let prej na Ljubljanskem maratonu. Ker to je bilo tako, moja progresija je šla tako, od tistega prvega, ta prvi je bil 3:49:52, drugi je bil potem 3:12 pa še nekaj, tam nekje, potem sem šel pa, oziroma ne, drugi je bil 3:10, potem sem šel pa na tretjega, že z zelo optimističnim ciljem iti pod 3 ure, ampak se mi takrat ni šlo, zato ker sem držal tempo za pod 3 ure, pol me je pa dol ko smo laufali, mislim, da smo šli od Metelkove, v glavnem v spominu imam, da sem bil pri Ambroževem trgu, no, v Krčih spet, v Mečasome Krči, in sem se mogel ustaviti in sem se mogel raztegovati in sem potem tam, ko smo laufali proti centru, sem se mogel vsakih par metrov ustaviti, no, tako da se mi ni šlo. In ti se bo ta prvi tako, da moram reči, malo večji poraz, ne, v mojem življenju, ker jaz sem si zadal zdaj, da bom šel pod 3 ure, pa ni šlo, pa kako, da to ni šlo. Tako da ja, potem tam za Berlin sem bil pa res odločen, našpičen, natreniran to. Berlin in tisto leto, ali pa pol leta do Berlina, tista je bila zlata doba mojega teka, prav res. Mislim, ne vem, kako bi bilo zdaj, če bi se prav izrecno osredotočil na tek pa na maraton, ampak takrat to so bili 100+ kilometrski tedni, kar tudi vem, da so frajerji, ki odlaufajo še veliko več, ampak zame je bilo to enormno, ne. Jaz sem laufal takrat vsak dan, vsaj, ne vem, 12-13 kilometrov, to sem cepil vsako nedeljo, dolgi tek, tempo teki, intervali. Takrat sem bil resno. Jaz sem rabil do lani, da sem podaril te svoje razne rekorde na 10 kilometrov, na pol maraton, iz tistih časov, ki sem jih takrat postavil, ne, to je šibek, noro. In sem vedel, da v Berlinu, če bo šlo vse po planih, pač mi tistih 3 ur ne bo noben vzel, zato ker sem bil pripravljen tudi za veliko več, pa glavo sem tako namontiral, da nisem šel grlom v jagode, da nisem šel pač na glavo od začetka, ampak sem se tudi psihično tako pripravil, da sem se nameraval pač prijeti pejserja za 3 ure in potem pač z njim vzdrževati do, ne vem, 35+, tam nekje, ne, dokler ne bi bilo ziher, pol pa čau Miki, pa dobiš tistih par sekund prednosti, no. Tako da to je bil moj pristop pred Berlinom. No in itak si bil nad planom, ja, lepo si vračal tiste petke v 21 minutah. Kaj si pa razmišljal pol na 18 kilometru sedeč na tistem Dixiju, ne, ko si rekel, pa tako dobro je kazalo. Ne vem, kaj sem razmišljal. Razmišljal sem shit, in to pač dobesedno shit in figurativno shit. Mislim, ja, to takrat, mislim, jaz sem še zdaj pri teku, imam veliko manj probleme, kakor sem jih imel takrat, ampak takrat sem imel pa sploh probleme s črevesjem in tudi Berlin ni bil izjema, ne. Mislil sem, da sem naštudiral vse, pa očitno nisem. Šlo je v redu, tako, ko je bilo vse po planu, s pejserjem ta prvih, ne vem, recimo 15 kilometrov,
Pol me je začel pa zvijati, ne. Pol me je začel pa zvijati, črvičati, ene par sem jih spustil, upajoč, da bo to, a ne. Pa pač ni bilo to. Sem vedel, da se bom mogel ustaviti, zato ker pač ne, na 18. kilometru, ki je še 42. In ja, pol je bila pa v bistvu instinktivna odločitev, zato ker prej nisem nikjer nobenega tega boksa videl, na 18. kilometru sem pa nekje videl en ta skret in sem se pač v stotinki sekunde odločil, lej, zdajle greš, pa upaš, da je zadnjič, in sem res šel in sem na hitro opravil svoje. Ne vem, koliko sem tam izgubil, ampak po moje, da več kot 2 minuti, ne. In sem tudi zelo, moram reči, zdaj jaz lahko sam sebe ocenjujem, kako jaz razmišljam. Jaz dostikrat rad paničaram, pa kakšno bedarijo naredim, tako, če mi ne gre zadeva po planu, ampak takrat sem pa zelo mirno, brez panike sem pristopil k zadevi, pa sem si rekel, da izgubil si, ne vem, samo 2-3 minute, kakorkoli, pač ne iti zdaj spet šprint, pa probati vse tako nadoknaditi, daleč je še 42. kilometer, daj ti to počasi lov, a ne. In sem res počasi lovil in sem ujel spet nazaj, mislim, da tam nekje okoli 32 ali pa tam nekje kilometra, no. Sem ujel, lavfal sem tam ene 4:0 tempo, pol sem pa držal do, mislim, da je bil 37 ali pa 38 kilometer, toliko, da sem se malo umiril, pa da sem res ugotovil, da noge še držijo, da bo šlo. Sem držal pacerja, tam sem pa rekel, Klemen, zmagal si, in sem jurišal naprej in sem v tistih pol zadnjih 4 kilometrih sem dobil, mislim, da skoraj 3 minute ali koliko, tako da pol je bilo 2:57, koliko že, 37 ali tako nekako, no. In zmaga. Dajva reči, a je bil to najboljši moment na celi tekmi, tisti trenutek, ko si šel od pacerja naprej, pa si ugotovil, da tega ti ne more več ven vzeti ali pa kaj drugega? Najboljši trenutek je bil prihod v cilj. Mislim, najboljši trenutek je bil, oziroma dajmo tako reči, najboljši trenutek je bil ta zadnja, ne vem, recimo minuta ali pa pol minute pred prihodom v cilj. Ker jaz tam niti nisem imel pojma, pač saj so tiste oznake, pa koliko je približno še do konca pa to, ampak jaz tam nisem imel pojma zdaj, koliko je še ovinkov, koliko je še to, koliko je še ono, koliko je še tretje. In jaz nisem vedel, kam lavfam, jaz sem sam lavfal. Pol pa vem, ker je bil pa ta zadnji ovink in potem se je odprla tista zadnja ciljna ravnina in pol, ker si pa že na daleč videl cilj, tisti je bil pa najboljši trenutek oziroma več teh, ker pa pač veš, da ja, ker letiš, takrat bi res lahko letel, takrat ne vem, če bi šprintal v cilj, po moje ne bi šel samo 4:0, takrat bi šel 3:30 ali pa ne vem koliko. Ti se bo pa res tako nepozabno. To je tak občutek, ki ga še zdaj doživim, ko dosežeš nekaj res zate velikega. To je pač, dajmo reči, podoben občutek, kakor, ne vem, ko narediš PDI ali pa kakor, ko narediš ne vem kaj. Ko si zadaš nekaj res, nek velik cilj in vlagaš trud, energijo skozi dolgo časovno obdobje, se odrekaš stvarem, ne vem, pač vse posvetiš temu in ko ugotoviš, da ti je ratalo, da se ti je vse to izplačalo, pač, ne vem, nepopisno. A meniš, da smo ljudje zato tako, bom rekel, množično navalili na te tekaške prireditve, posebej te velike maratone, no te sploh, ne? Ker vedno znova lovimo ta občutek neskončne sreče, da nam je nekaj uspelo, kar smo si zastavili, ker morda nam v življenju manjka, a ne, pač takih in drugačnih dosežkov, tu pa lahko poustvarimo ta feeling, ki je tako dober, tako zaizvoljiv, tako dopaminski, da nas vsakič znova vleče v še nove in nove podvige, kljub temu, da so neskončno, rekel, trpeči po odrekanju zahteve in vse ostalo. Ja, jaz za ostale ljudi težko rečem, ne, ampak vem, da zame pa za koga, ki ga poznam, je definitivno tako, da je neka posebna, ne vem, je nekaj posebenega, da si zadaš nekaj, sploh če je to recimo v športu, da si nekdo, ki se celo življenje ni ukvarjal s športom,
da si zada nek cilj, ne vem, tudi če je to zdaj prelavko pa 10 ali pa karkoli pa že, a ne, in da prideš dejansko iz tega, da si nek couch potato, da nisi še prehodil ne 500 metrov v življenju, kaj še je prelavko, a ne, in da se pripraviš, ja, da vlagaš trud, da vlagaš energijo in dosežeš nekaj, kar se ti je zdaj mogoče pol leta, 1 leto nazaj neverjetno, se mi zdi, da je to eno tako gonilo, ja. In tudi šport je ena taka posebna stvar, ki je mogoče niti ne moreš primerjati z ostalimi stvarmi, zato ker v športu se ti pač dejansko realno lahko primerjaš samo sam s sabo, a ne. Čim se primerja z drugimi, si izgubil, zato ker nekdo, ki laufa 5:0 tempo, se primerja z nekom, ki laufa 4:0. 4:0 se primerja s 3:0, 3:0 se primerja s Kenijci se s Kipčogem, pač to je never ending story. Zmeraj je en boljši, ja, tako. Zmeraj je en boljši, ne. Tle si pa pač dejansko lahko zadaš nek svoj cilj, ki ti ga nihče ne more vzeti, in pač ti lepo počasi stopičaš proti temu cilju, a ne. Ne vem, v neki karierni poti pač mogoče, da je kaj takega podobnega, ampak ne vem, če je, no. Pa tudi kje drugje, ne vem, če je kakšna taka zadeva, da bi lahko res si rekel, lej, pač, zdaj sem se pa odločil, da se bom tega lotil in pač posvetiš, saj pravim, čas, energijo, tudi če je trpljenje, saj na koncu se ti vse poplača, no, ne vem, vsaj jaz tako mislim. Ko sem hodil na prve razgovore, se spomnim za šiht, tam po faksu, pa so me vprašali, kaj pa, Roblek, vaš največji dosežek v življenju, a ne? Mislim, sicer po 14 letih nimaš veliko nekih dosežkov, ampak sem rekel, to, da sem pretekel maraton, pa več kot enega. No, pa da sem naredil diplomo, recimo, a ne? V tem vrstnem redu, no, sicer pol, ker nekaj služb nisem dobil zaradi tega, ker sem bil tako samozavesten glede tega maratona, ne pa vsega ostalega, ne sem pa to nehal govoriti, ja, pa je šlo lažje na razgovorih, ampak res sem se jaz tudi počutil, da tako in še vedno se, tako kot praviš, ja, so stvari, ki ti jih ne morejo vzeti, so stvari, za katere se sam odločiš, jih sam izpelješ in zasluge potem lahko tudi sam pobereš, sam sebi si čestitaš, a ne, sicer, se ne rabiš nobenega na koncu, rabiš tisto ciljno črto in to je to. Po maratonu, potem, ko si dosegel ta svoj cilj, marsikdo, no, po tem maratonu, ja, se veseli in tako naprej, potem pa vsled tega, da se ne počuti nekoristnega in praznega, takoj prijavi naslednji maraton, da je že zapolnil čas in mentalno energijo in fizično usmeril naslednje projekte. Kaj si pa ti naredil po Berlinu, ko si vendarle dosegel, bom rekel, sveti gral rekreativnega maratonca, to je SAP 3? Ja, jaz sem se pa poškodoval. Ja, jaz sem pa ta prvi del tega, kar si opisal, se pravi, zelo optimistično sem si zadajal nove cilje in kako bom jaz zdaj pa še boljši, pa še ne vem kaj. No, ampak potem je šlo vse navzdol, kar se tega tiče, in jaz sem se pa potem poškodoval. Mislim, se že prej sem imel dosti problemov s poškodbami, no, sploh ahilove tetive me ne marajo prav kaj dosti. Ampak ja, potem sem pa začel nekaj časa, vem, da sem res počival, zato ker je bila zima, pa takrat še nisem imel niti teh raznih trenažerjev, pa teh stvari, kolikor jih imam zdaj. Tako da malo sem hodil, malo sem počival, nekaj malega sem tudi tekel. Polno na pomlad sem začel pa v bistvu kolesariti in mi je tudi to ratalo všeč, tako da pol nekaj časa se bil tekač pa kolesar. Pol je prišlo pa v bistvu leto 2017, ker sem pa, to pa ne vem, kako je bilo, tako da tle ne morem prav kaj dosti razlagati, zato ker plavil do takrat še v življenju nisem, razen ono pač, ker si otrok pa malo čefotaš, pa malo kao žabco plavaš. Ampak ja, 2017 sem pa pol v Puli na štartu polovičke Ironmana stal. Če bi nekdo posnel film, a ne, po tvoji športni zgodbi, bilo cel kup enih heartbreaking momentov, a ne, gre, poseže po zvezdah in potem pade, raztrga hilko na pol, se pobira in potem
fast forward, pol leta že zmagovito prikril slava cilj svojega prvega polovičnega Ironmana in tako naprej. Kako težko, mi povej, ker jaz sem iste težave, pa jih bom imel zmer, se je tekaču, ki vmes potem postane kolesar, to še nekako razumem, ampak priučiti nekega vodnega športa, ki je kraval v bazenu, kjer gledaš ploščice pa vdihavaš klor. Ja, jaz ti bom tako rekel, ne. To plavanje imam jaz dejansko rad mogoče še zadnje pol leta, ne. Plavanje je bilo tako, da jaz sem resno pristopil k zadevi takrat prvič pred tisto pulo, kjer se me je Bog usmilil in so na srečo plavanje odpovedali, tako da jaz sam pri sebi v svoji glavi tistega ne štem za svoj prvi triatlon, ker je bilo pač samo kolo pa tek. Ampak ja, jaz sem potem začel plavati v klubu in to je bilo, mislim, to ni bilo plavanje, to je bilo utapljanje, ne. In če se ti v vodi, ne vem, nisem se počutil domačka, nisem znal dobro plavati, ne vem, enostavno nisem užival. In če ne uživaš v nečem, tega ne moreš početi na dolgi rok. In jaz vem, da takrat sem plaval mogoče 1 leto in sem potem nehal. In potem tudi, potem sem imel nekaj časa pavzo od triatlona zaradi študija pa takih zadev, ampak tudi 2019, ko sem vsaj v svoji glavi prvo polovičko Ironmana dokončal, tudi takrat še nisem dejansko plaval, a ne. Tako, da bi prav nekaj treniral plavanje. Jaz sem resno pristopil k plavanju potem 2021, ja, sem še resneje pristopil k plavanju in to je tako, ne vem, zame je bila to groza, se pravim, ker noge ti tonejo, ne prideš do zraka, goltaš tisto vodo, ne vem, to, če greš zjutraj plavat, to se že zjutraj v bazenu nahidriraš za cel dan, razumeš, to je grozovito, ja. Malo pomaga, če kdo pač začne plavati, ne, dosti pomaga, če začneš v nekem klubu, da imaš vsaj neke druge ljudi okoli sebe, to je po moje tudi mene takrat rešilo. Da sem vsaj nekako, da vsaj začneš poganjati tisto mašinerijo, da vse ratuje skozi malo boljši, pa da je skozi malo lažji, pa da skozi malo manj trpiš, a ne, da pol prideš nekje do neke točke, se pravi, ne glih, da uživaš v tem plavanju, ne, ampak da ti pa ni res muka iti. Moram pa jaz tako reči, da jaz sem v plavanju vztrajal po moje tako dolgo zgolj in samo zaradi tega, ker sem imel pač določene cilje v triatlonu in jih še vedno imam. In sem se pač brcal v rit, tudi ko je šlo to že preko vseh meja in tudi, ker so možgani že bremzali in vse. In se pravi, jaz sem rabil skoraj 2 leti, da sem postal toliko suveren v vodi, mislim v vodi, to je zdaj pa kravlo, a ne, saj če me daš plavati neko hrbtno ali pa ne vem kaj, se še zmeraj utopim. Ampak da sem postal toliko suveren v vodi, da grem zdaj dejansko z užitkom plavati, no, in da zdaj dejansko lahko plavam in tudi pri plavanju, tako kot pri teku pa pri kolesu, odklopim in pač samo nekaj samostojno migam in je to. 2 leti praviš, a ne? 2 leti. Ja. Kar dolga doba. Mislim, sej možno, da tako, no, mislim, sej jaz itak talent nisem za nič, a ne, ampak možno, da sem jaz nek poseben antitalent za plavanje, ampak ja, no, pri meni je to zelo dolgo časa trajalo. Koliko enih vzporednic bi lahko potegnil sam s sabo, ja, že velikokrat sem se našel v tvojih pripovedovanjih, od prvih maratonov naprej, ja, zdaj tudi pri plavanju, kajpak in sem kar pomirjen, ja. Ampak nekaj drugega me zanima, ko greš prvič v vodo, da boš postal triatlonec. A imaš v glavi že to, da boš nekoč šel pa na Ironmana, ne? Ker jaz sem enkrat razmišljal o tem leta nazaj, pa sem šel pa sam enkrat v vodo in vse moje sanje o Ironmanu so se takoj potopile. Ja.
Ker sem gotovo, to pa res ne bo šlo. Ne? Ampak ti si pač ustrajal, ampak a je to v glavi nekega, rekreativca, ker si ti bil človeka, ki se bo lotil tega športa, ok, nekoč bom pa šel na kraljevsko disciplino? Moji začetki oziroma moje ukvarjanje s triatlonom je bilo tako, ne. Prvo kot prvo moram reči, da je zelo nenavadno, zato ker triatlon ima že prej krajše razdalje, a ne. Imaš tisti olimpik, pa imaš sprint, pa, najkrajše šprint, pa to, ne. In zdaj moraš biti neke posebne vrste, da se takoj iz nule pač v polovičnega Ironmana vržeš, ne. To kot prvo. Kot drugo je bilo pa tudi pri triatlonu je bila podobna štorija kot pri teku. Se pravi, jaz, ko sem nekako osvojil v narekovajih tek, pa ker se glede na to, da sem že nekaj malega kolesaril, sem jaz v tej polovički videl nek nov izziv, ki se ga je splačalo ali pa ki ga je bilo vredno osvojiti. In tako sem pristopil k Puli. K drugemu oziroma neuradno prvemu mojemu 2019 v Kopru sem pristopil zato, ker v Puli pač ni bil triatlon, a ne, in nisi ta pravi triatlon, zato ker ne končaš triatlona, se pravi, dokler se tudi 3/4 ure, kolikor pač že ne utapljaš v ledeno mrzli vodi in potem ves premočen in premražen pač ne, zlezeš na kolo in potem še tam v veter jadraš 90 kilometrov, ne, pa pol še odlaufaš. Tako da to je bilo to. Pol od 2019 naprej je pa dobro itak korona malo zagodla, no, ampak še pred korono je bilo pa spet tisto, ne. Okej, zdaj sem dokončal triatlon, kako lahko to naredim bolje, kako lahko to naredim hitreje. In to je bilo spet, tako kot pri maratonu, kako sem lahko hitrejši, kako sem lahko še boljši. In ja, in tako sem šel potem še naprej. Se pravi, če se boš kdaj srečal s curlingom, pa te bo potegnil noter, boš kupil najprej 3 metle, pa 3 kamne in potem boš obsesivno metal tiste kamne po ledu, pa drajso z metlo pred njimi, dokler ne boš pač tega znucal, zato ker pač ti delaš te na polno, ali kako, če te razumem, zdajle že zadnjo urco, lepo se pogovarjam, ampak ti si človek, ki dela vse na full, ali kako? Ja, jaz sem človek, ki dela zelo malo stvari v življenju, ampak tisto, ki jih delam, sem pač all in, a ne. Jaz ni tako, da bom zdaj pač, ne vem, recimo med vikendom, da bom doma, pa bom 1 uro štrikal, pol bom 1 uro potico pekel, pol bom šel za 1 uro odlaufat, pol bom 1 uro ne vem kaj delal, a ne. To pač, ne vem, nekako ni. Jaz, ko sem študiral, sem all in študiral, ko sem laufal, sem pač na full laufal. Zdaj pač na full delam, pa zraven na full športam. In ni tako, pač mogoče se komu zdi to zelo monotono, ampak ja, jaz tisto, kar delam, jaz ful ne maram polovičarstva pri ničemer, a ne, tudi tako, če moraš nekaj narediti, ali pa če moraš ne vem kaj, ali narediti, tako kot se spodobi, ali pa pač sploh ne narediti, a ne. In isto je pač moja zgodba. Jaz tisto, ko se lotim, pač resno pristopim k zadevi, resno se pripravim in ja, in to je to. Akceptiraš potem ljudi okrog sebe, ki pa mogoče niso takega karakterja, pa so bolj pišmeuharski, pa se nečesa lotijo, pa nehajo, pa ti rečejo, to je preveč, mislim, najbrž imaš prijatelje, ki so tudi taki, jih sprejemaš pač z nasmehom, pa rečeš pač, tako to je, ali ti grejo malo na živce vseeno? Dajmo tako reči, to je bila, kar se tiče sprejemanja ostalih, je bila ena taka velika osebnostna rast, ali kako se zdaj končno reče tem zadevam, a ne. Včasih sem bil zelo tako, ker sem jaz zelo perfekcionist, a ne, in sam do sebe zelo nepopustljiv in se ženem včasih celo preveč. Sem do nekaj časa nazaj to projektiral tudi na druge, a ne. In se pravi, te iste visoke standarde, ki sem jih vzdržal pri sebi, pričakoval tudi od drugih.
ampak potem je bila pa v bistvu ena dobra izkušnja, je bilo tisto, kar so prej govorila, korak naprej. Malo je bilo pa tudi, ne vem, mogoče so pač se pa leta vsem, ki poznajo, a ne, pa življenjske izkušnje pa to, sem pogotovo, da v bistvu niti se ne splača za druge ljudi sekirati, tako kako se to mogoče čudno sliši, ampak tudi ali pa na druge ljudi ne moreš vplivati, a ne. Zdaj, zakaj bi bil jaz jezen, če nekomu, ne vem, nekaj, kar je meni všeč, ni všeč, ali pa če nekdo ni toliko resen ali pa zagrizen kot jaz. Pač prvo kot prvo to name ne vpliva, drugo kot drugo, tudi če sem jaz zaradi tega jezen, pa se derem nanj, pa ne vem kaj, zelo močno dvomim, da bo on svoje stališče in svoje vedenje zaradi tega spremenil, tako da potem edini način, da režeš to zagato, ki ti mogoče nekaj ni všeč, je to, da spremeniš to dejstvo, da ti to ni všeč, a ne, in pač rečeš, glej, mogoče mu to ni, mogoče ne bo 2 uri laufal tako kot jaz, ampak bo samo pol ure laufal, okej, ne, pač naj pa samo pol ure laufa. Tako da ja, se mi zdi, da sem se kar fajn naučil sprejemati tiste ljudi, ki niso taki kot jaz, toliko zagnani kot jaz. Edini aspekt, kjer bi me mogoče to polovičarstvo motilo, je pri nekemu pač tako resnemu poslu ali pa nekaj ne vem kaj, ne. Zdaj, da smo mi v neki službi ali pa da imamo neki projekt ali pa ne vem kaj, ne, ker se pač pričakuje neki standard, neka kakovost, nekaj ne vem kaj, ne. Zdaj pa imaš enega, ki skozi na hojla dela, tam bi pa pač rekel, lej, daj, ali se zresen ali pa pač nekaj. Pošteno in stvar mi prišla zdaj na misel, a ne, pa če so pri osebnostni rasti pa napredku, pa sprejemanju samega sebe, rekel si, začel si sprejemati okolico na drug način, to mi všeč, kaj pa sam sebe, recimo, a ne, bom rekel za primer, socialna omrežja, marsikdo, in tle vidim, recimo delim ljudi na 2 skupini, ne, uporablja social media za svoj ekshibicionizem, a ne, medtem kot drugi, a ne, in tebe vrščamo v drugo skupino, pa uporabljajo ta omrežja, da se ironično pohecajo sami sebe, stvari, ki jih počnejo zelo zares, pa jih vzamejo na humoren način, a ne, in tudi sebe kar naenkrat ne jemljajo tako smrtno resno, razgalijo se na en način, ne, ampak na tak prijeten način, in to sem pri tebi opazil na tvojem Instagram profilu, ko si začel objavljati 2 leti nazaj, te svoje, bom rekel, in triatlonske, treninške in ostale prigode, ne, in se mi zdelo zelo simpatično, ne. Rekel, človek, ki je v osnovi introvertiran, ki se ne razgalja preveč, ampak na ta način si pa vzel svoje bistvo in recimo na triatlon je bil in je na en način tudi tvoje bistvo del tebe ali pa ti kot taka, ne, ja, da ga ti potem seciraš na ta način, ne, da sebe vržeš tja ven, se pohecaš iz sebe in iz tega, kar počneš zelo zares, ne. To bi bilo pa kar hecno. Zakaj recimo si to začel početi, me zanima. No, a je to znak, en način, ne vem, odraslosti, zrelosti, da si to lahko upaš prvoščiti, da nisi več tako samokritičen mogoče? Tle zdaj, ko si postavil vprašanje, sem ene 3-4 tangente dobil, ki bi lahko povedal pač par stvari o njih, ne. To je tako, ja, jaz sem introvertiran, ja, dolgo časa sem se pač držal bolj zase, oziroma se še vedno držim bolj zase, no, saj to se ni spremenilo. Meni se zdi, da je bilo ta razmah mojega objavljanja in vsega tega, to je zelo fajn, to se je v bistvu začelo po tem, ko sem jaz PDI naredil. PDI sem naredil in takrat je, kot da bi se, ne vem, ne bom rekel čisto drug človek rodil, ker se ni, ampak fejst sem se spremenil, zato ker mi je res, se mi zdi, taka skala z ramen padla, da sem se dejansko lahko pač malo bolj sprostil. Se mi zdi, da še zdaj sem dostikrat preveč zakrčen,
Ampak se mi zdi, da takrat sem bil pa res toliko zakrčen. Jaz sem bil, ne vem, v srednji šoli, pa tako, ko se spomnim nazaj, sem bil veliko bolj sproščen, pa veliko bolj tako. Pa se mi zdi, ko sem začel študirati pravo, pa sploh pol, ko sem se učil pa to, pa kar naenkrat cel resen ratov, pa zdaj pa učiti, pa služba, pa ne vem kaj, pa to in tretji spitja, ne. In se mi zdi, da potem, ko sem to nekako dosegel, ta PDI, da sem pa vsem spet lahko, ne vem, se pravi, malo sem se sprostil, malo sem spet začel odkrivati tiste hece, ki so me včasih pač veselili, nasmejali, in ni bilo pa to tako iz danes na jutri, veš, zato ker tudi sploh zdaj, ne, ker je 1000 in en trol po internetu, ne, in ti lahko kar en Janez iz, ne vem kje, iz Horjula napiše, joj, Klemen, ti si pa beden, ali pa ne vem kaj, ne, da v bistvu znaš tudi to sprejeti in se tudi s tem soočati in vse to, pri meni je šlo to postopoma, ampak sem gotovo v bistvu, ne vem, to me enostavno veseli, no. Tudi zdaj, jaz sem vsa ta Instagram je potem pri meni, recimo ne vem zakaj, ker jaz pač nikoli nisem nobenega prosil, da me followa, nikoli nisem nobenega prosil, da mi ne vem kaj naredi, ne, ampak očitno, ne vem, se je to potem kar naenkrat razrasel, razpasel, ne vem kaj. Ugotovil sem, da ne vem, da v tem uživam, no. Uživam tudi v raznih smešnih slikicah, videih, forah, in to pač, ne vem, zdaj sem se navadil, da to objavim, ker mi je po pravici povedano vseeno, kaj si drugi mislijo, pač ne objavim zdaj res čisto vsakega, kako bi rekel, idiotizma, čisto vsake, ne vem, neke vulgarnosti, mislim, vulgarnosti sploh ne objavljam, no, ampak tako. Ampak ja, to je v tem sem našel nek način izražanja sebe. Instagram je tudi, se mi zdi, ta pravo socialno omrežje za to, ker, ne vem, Twitter se mi zdi, da je gnojenca, Facebook je največja gnojenca, sploh človeštva, če mene vprašaš. Se mi zdi, da Instagram je pa vseeno neko omrežje, ki je pa tako, ki je pa malo bolj sproščeno, pač takrat so bile še one slikce, pa zdaj so malo videi, pa malo so tako, no, ne vem, ni toliko tega nekega negativizma, pa pljuvanja, pa vsega tega, no. Tako da ja, tako sem jaz pol počasi začel, ne, in me pa še zdaj kdaj prime, pač, ker tudi po teden, 2, 3 nič ne objavim, ker mi enostavno ne paše, če pa mi paše, pa objavim, tako da tako se je v bistvu ta moj Instagram začel razvijati in napredoval in razvil do te točke, kjer sem zdaj. To je pač, ne vem, našel sem način, kjer se lahko nekako ustvarjalno, recimo v narekovajih izrazim, a ne, nekako sprostim. Si tudi zaradi Instagrama pa svoje popularnosti, rečva temu, no? Ali pa svojega followinga, ki je kar obsežen, več kot 5000 sledilcev imaš, prišel do tega, da si, ne vem, zdaj ambasador, ne vem, športne prehrane in kaj podobnega. To je pa tako, to je pa spet posebna štorija, ne, ki lahko, mislim, z veseljem lahko tudi 15 ali pa 20 minut o tem razglabljam. Pa je povezan tudi s tistim, kar sem prej govoril, pa korak naprej, ne. To je treba ločiti med tem, kaj je neko ta pravo sodelovanje med športnikom pa neko firmo, pa kaj je pač neko kvazi sodelovanje ali pa neko ambasadorstvo ali pa neki ne vem kaj, ne. Jaz bom tako rekel, šport je pač vedno nekaj, kar jaz počnem v prostem času. Spremljam veliko športnikov, profesionalnih športnikov. In vem, da že profesionalci, ki so 2 klasi ali pa 3 klase nad mano, imajo ful probleme, ne vem, zagotoviti si finančna sredstva, sponzorje in vse to, da se lahko profesionalno ukvarjajo s športom na taki ravni, ne vem, da ti laufaš 10 pod 30 ali pa ne vem, celo še hitreje ali pa maratone, ne vem koliko, ne, pač, kar se še meni zdi nenormalno. Tle, taki, ki smo pa mi, ne, pa jaz sicer ne vem, kaj firme na meni vidijo, to bi bilo mogoče bolj fajn njih vprašati. Verjetno res, to je zdaj tako malo mogoče cinično, sarkastično,
verjetno res vsi pogledajo samo following, ne. Tega pa ful folka followa, če on objav, lej, sem šel laufat, pa sem pojedel ta pa ta gir, ali pa sem imel te pa te superge, ali pa pač pa zdaj nočem nobenega posebej izpostavljati, to je na splošno, a ne. Bo pa to, toliko pa toliko ljudi videlo, a ne, in zdaj tudi, če samo 1% od teh 5000 kupa, ne, je to še vedno toliko pa toliko ljudi, pa toliko keša za nas, a ne. Nekako se mi zdi, da večina firm na to samo tako gleda. In to, ki so, to moram kar takoj pojasniti, pač jaz, da bi imel neke prav sponzorje, jih pač nimam, a ne, zdaj trenutno, dajmo reči, sodelujem z 2 firmama, ena je Norsan za omega-3 maščobe, ki je pač eno izmed redkih dopolnil, kjer ga dejansko verjamem in ga znanost podpira in pač dejansko verjamem v produkt, drugo pa niti ne vem, če se temu lahko reče sodelovanje, no, je pa zdaj pač Top for Running, to je pa pač imaš tam spletno prijavo, da se prijaviš za mesto ambasadorja in to je pač tako, da dobiš kodo za popust, ti njih promoviraš to kodo in za vsak nakup s to tvojo kodo dobiš en določen del provizije, a ne. Kar je pa meni pa vsaka pomoč prav pride, ker zdaj v času, ko so tekaške superge po 150-200 evrov, a ne, če že za tistih ene tekaške superge na let naberem, pač nekaj je, a ne. Pošteno povedano, ja. Dejansko je... Pa še nekaj bi rekel, no, to sem rekel, prostite, te prekinjam, ne. Tudi to je treba ločiti, pa to se mi zdi vredno poudariti, zato ker to je tako nekako v skladu z nekimi mojimi načeli, pa zdaj, če tule že filozofiram o tem, a ne. Jaz sem recimo ena taka oseba, ki se nikoli ne bo prodala za kar nekaj, a ne. Mene, če me boste kdaj videli početi to, kar bom zdajle povedal, me lahko, ne vem, na grmadi sežgete isto sekundo, a ne. Jaz ne bom nikoli, ne vem, v torek promoviral nekih prehranskih dodatkov, v sredo bom prodajal polštre, v četrtek kuhinjske nože, v petek ne vem kaj, pač jaz sem neizmerno hvaležen vsakemu, se pravim, ki mi kakorkoli pač pomaga, ali ne vem, se pravim, ali da mi mogoče, tudi če mi omogoči tisto kodo popusta, se pravim, pa naklepa za tiste čevlje, majico, karkoli pač že nekje je. Ali da me jaz recimo, ki mogoče včasih nimam prevoza na tekmo, da me kdo pelje na tekmo, ali pa iz tekme, ali pa kakršnekoli malenkosti, hvala, ne. Ampak ni pa to, da bi se pa kar prodal svojo dušo za vsakega, ne, in tam promoviral kar ene bedarije, v katere ne verjamem, jaz bom pač vedno sodeloval samo s tistimi, katerih produkte dejansko uporabljam, in v katere stvari pač dejansko verjamem, ne. To se mi zdi vredno poudariti pač. In tukaj nekateri pa vem, da niso taki, ne. Se pa prodajo za pest fičenkov, ne glede na to pač, kaj mora narediti za to. Ja, ne, Boj mesarsko klanje je tam zunaj, ja. In glede na to, kakšna je konkurenca, ja, med influencerji ali pa wannabe influencerji, ja, si lahko predstavljamo, kaj vse bi ljudje bili pripravljeni narediti, že samo za slavo, kaj šele za 15% popust za ne vem kaj. Ampak pusti to, recimo, da, če si že polštre omenil, vem, da v tvojem videu, kako zmagati na triatlonu 3 koraki, a ne, si imel svoj polšter, ne sponzorski, svojo deko, ne sponzorsko. Tako da, če vas zanima, kako zmagati na triatlonu, poglejte Klemnov. Bom po linku spodaj Klemnov video, mislim, da tako poučnega videa, pa tako jasnega in call to action zadeve še niste videli, kar se triatlona in maratona tiče. Pa ne bo razkrila, kakšna je skrivnost, nekaj pogledajo. Ja, tako. Mislim, imam tudi video, kako končati Ironman v 3 enostavnih korakih. To pa povej, tega si pa nisem pogledal, ja, vidiš. Ja, to boš mogel pa še pogledati. En bil več, vidiš. Evo, bom bravo. 1/4 centa več dobil. Ja, dobil si me. Evo, 1-1, izenačeno. Gremo naslednji niz. Triatlon, ja, trening 3 disciplin, za božjo voljo. Prej si laufal, 100 km na teden, vem, kako to izgleda, sem tudi sam prakticiral, nekako že gre, tiste 2 ure na dan riskiraš. Ampak triatlon,
Kaj pa je to zdaj? Polovični Ironman, kje še Ironman? To je 20 ur na teden, več. Ja, odvisen, koliko resen si pa kakšne cilje imaš, dajmo tako reči. Zdaj, jaz tako ful ne maram teh, natreniraj se za Ironman ali pa kakoli pa že v samo 5 urah na teden, v samo toliko pa toliko. Jaz moram tako reči, no, jaz glede na to, koliko spremljam, sem med tistimi, ki relativno veliko trenirajo. Relativno veliko treniram zato, ker mi šport predstavlja tudi sprostitev. In to dostikrat to ni zgolj in samo trening, ampak če se jaz za 2 uri usedem na kolo in se vozim po toplem soncu, pač, ne vem, nekdo se šteje potem v raznih aplikacijah kot trening, a ne, ampak to je malo tudi tako, ne, za misli, za dušo in za telo. Zdaj neki začetnik, recimo, ki bi rad samo dokončal neko distanco, lahko to konča z veliko manj, a ne, in z veliko manj odrekanja, z veliko manj treninga. Zdaj je pa vse odvisno od njegovih predispozicij, ne. Če je nekdo ravno tako ploven kot kamen oziroma kot jaz, potem bo rabil vsaj iz stališča plavanja, ne vem, vsaj recimo 2 uri na teden v bazenu, da bo vsaj tisto odplaval, a ne. Zdaj bicikla je 90 kilometrov, spet, a si se kdaj vozil z biciklom, a se nisi vozil, koliko si naredil. Fino je, da pač imaš vsaj ene par ur na teden, pa da vsaj kakšno daljšo vožnjo, saj je dosti podobno kot pri teku, a ne. Tek je pa tudi pol tisti polmaraton na koncu, a ne. Se pa lahko pogleda, koliko recimo neki povprečen tekač trenira za polmaraton, a ne. Niti ni treba zdaj, da treniraš, ne vem, da imaš 5-krat na teden ali pa 6-krat na teden tek, pa en teden intervalov, en teden klanci, en teden, en dan klanci, en dan intervali, en dan ne vem kaj, ne. Da se z veliko manjšim volumnom. Se pravim, odvisno, koliko si športno nekako bil aktiven že prej, pa kaj hočeš doseči, no. Ja, za Ironman triatlonci se govori, da pač socialnega življenja nimajo. Ja, zvečer hodijo 9 spat, 5 vstajajo, vsa vabila na pivo pač kategorično zavračajo, mogoče, če ga dobiš v tistem časovnem oknu, en teden na leto, ko gre na eno pivo, ne, mogoče, ja, pa ga pije zelo počasi. A je to res? Je res. Je res, kljukca. Mislim, ni res, no. Eni vstajamo že ob 4 ali pa še prej, ne ob 5. Pa že ob 8 hodimo spat, ne ob 9. Ampak drugače pa ja, no. Precej natančno. Nekje si dejal, rad opravljam svojo službo, rad imam svoje delo, rad imam svoj poklic, ampak me ne izpopolnjuje, zato rabim šport. Ja? Ne vem, kdaj sem to rekel, ne vem, kje si to našel. Bom pa tako rekel, ja in ne, no. Zelo rad delam to, kar delam. Delam na družinskem oddelku, kjer rešujemo razne ločitve, predvsem pa pač to, k komu bojo šli otroci potem po ločitvi živet, kako bojo stiki, kako bo preživnina pa to. In to področje se mi zdi tako, zdi se mi, da sem koristen s tem, ko delam, kar delam. Zdi se mi, da s tem, ko dobro opravim svoje delo, in kar se da dobro odločam, mislim, dobro se ne odločam jaz, odloča pol sodnik, ampak da pripravim podlago potem za odločitve in za to, da ne vem pač, da pripomorem k temu, da bo zdaj tem otrokom pa pač lažje preživeti ločitev in da bojo zaupani pravemu, spet v narekovajih, staršev in tako, no. Pa da se ne zafilozofiram preveč. Je pa definitivno, ne vem, tako kot vsak človek pač rabi poleg službe, poleg dela še nekaj ali pa skoraj vsak, no, rabim še nekaj, rabim neko sprostitev in jaz sem bil vedno človek s ful energije in kako boljše potrošiti energijo, kadar se pač
nekako lajhaš ali na teku ali na kolesu ali kjerkoli pa že. Ko so se dogovarjali za tale pogovor, ja, si rekel, nekaj imam še za narediti, potem pa, jaz sem rekel, kaj pa, no rekel si v Benetke grem. In potem sem se spomnil, da so 2 leti nazaj delali intervju za tekača in takrat so se prej pogovarjali, pa si šel tudi na polovičko. Potem sem ti rekel, pač SAP 5 je pač podatek, ki rekreativca, ki fantka loči od moža, a ne, v triatlonu na HFR, pa si rekel, easy, a ne, počasi, se bo, ne. No, seveda sem šel bolj pogledati po Benetkah, kaj si naredil in mislim, internet je počul, jasno, 4:33, noro, mislim, to pa ni več hec, a ne, to pa ni več tisti preboj magične meje, ampak to je pa že vohanje, bom rekel, elitnih tekmovalcev podplate skoraj da. Ja, to je tako, ne. Je lep rezultat, ni vrhunski, je najboljši, ki sem ga jaz dosegel, je še veliko prostora za napredek, tako da je v bistvu vse naenkrat, ne. Definitivno glede na to, da sem jaz šele dobri 2 leti pa pol triatlonec, glede na to, kar sva prej rekla, glede na moje izkušnje zlasti v vodi, je moja progresija zelo lepa, ne. Takrat, ko sva delala za tekača, ja, kakor si rekel, se ne spomnim niti točno, koliko časa nazaj je bilo, ampak če praviš 2 leti nazaj, ti verjamem. Takrat sem šel verjetno potem v Koper, in takrat vem, da v Kopru v zadnje leto, ker je bila tam tekma, sem šel 5 ur pa 8 minut pa še nekaj. Potem sem šel pa lani v Poreču, isto konec sezone, je bilo 4:40, kar se mi je takrat zdela skoraj idealna tekma. Potem pa zdaj smo pa na 4:33, ja. S tem, da ta tekma se mi zdi pa tako, no, nekako imam feeling, da nisem dal vse od sebe, čeprav sem imel, ko sem prišel v cilj, občutek, da sem tekmo dosti idealno izpeljal. Ne vem zakaj, nekako se mi zdi, da na kolesu, da bi lahko pritisnil še enih 5-10 minut hitreje, pa sem mogoče sem se preveč držal nazaj, ker nisem hotel pač nog razbiti za tek, a ne. Ampak glej, definitivno sem super zadovoljen z rezultatom, ja, tako kot si rekel, 4:33 je tako, no. Ni fenomenalno, ta največji frajerji, ki grejo pač tudi v tem age group divizijah, 4 ure pa drobiš ali pa kakšen celo pod 4 ure, ampak to je res tisto top of the top. Jaz bi mogel predvsem, mislim, vidim veliko prostora za napredek, no, tako da si upam trditi, da to še ni moj najboljši rezultat, ki ga bom dosegel. Ampak ja, je tako, kot sem prej rekel pri Berlinskem maratonu, no. Te Benetke so bile spet, ko prideš v cilj, ne, in spet to, kar si prej rekel, 20 ur na teden treniranja, pa vstajanje ob 4 zjutraj, da si 15:04 že na kolesu, pa je ponedeljek, pa pridejo pol tvoji sodelavci v ponedeljek ob 7 zjutraj v službo, sem tako zaspan, sem tako ne vem kaj, nisem mogel iz postelje vstati, ti pa veš, da smo že 2 uri kolesa zjutraj, ne, ali pa ne vem, da si že pol maratona odlaufal, ali pa ne vem, neko tako bedarijo naredil, ne. Je pa to, da se potem to nekje pozna, je pa kar, no. Jaz recimo pojma nimam o plavanju, tako da mi tisti časi nič ne pomenijo. V kolesu recimo, zdaj v tenk več, ampak še zmeraj nič, a ne. Vem, da na menjavah se da veliko dobiti, pa veliko izgubiti, a ne. Ampak vem pa to kot tekel, da vem, da si iz tekaških logov prišel ta triatlon, ampak vsem, a ne. 1:17 polovičko odlaufati na koncu polovičnega Ironmana je fucking hudo, a ne. Zdaj vem, da imaš rezerve na kolesu, si rekel na menjavah, rečemo, kakšen zaveslaj hitrejši morda, ne. Ampak
1:17 na polovički, pa 2 leti nazaj so govorila, ko si rekel, eno polovičko bi rad tekel od uro 20, da vidim, kako hitro gre. Zdaj pa na polovičnem Ironmanu 1:17, mislim, za božjo voljo, koliko, mislim, kam, tle sem rekel pol, res napredek, tu pa začne tisti dekači, ki to poslušajo, da boste znali, da to perspektivo dosežek 4:33, ki vam mogoče nič ne pomeni. Ampak za 4:15 recimo, moraš pa teči, ne vem, ne predstavljam si, 1:14, kaj, to je pa, mislim. To je tako, ne, jaz sem imel, zdaj natančno ne vem, tako da ne me držati za besedo, ampak v bistvu, recimo, če greva za 4:15, ni na teku sploh toliko rezerve. Jaz sem imel, mislim, da skupno tam ene top 10, si upam, da trokal ogenj, ampak tam mislim, da sem v 7., 8. najboljši tekaški del od vseh, kljub temu, da sem bil skupno gledano, ne vem, 200 pa še nekaj, ne. Rezerve so, tako, kot si ti rekel, rezerve so definitivno na plavanju največ, na plavanju zdaj sem prišel na 33, recimo, jaz bi rad, vem, da nikoli ne bom plaval Kariba, pa plaval Kauni, ki so že kot otroci plavali, ampak če bi tam recimo tiste 3 minute še stisnil, da bi tam okoli 30 minut plaval, bi bil še zelo zadovoljen. Na tranzicijah, iskreno povedano, ne me vprašati, ker ne vem, kva počnem, v glavnem vsi imajo tranzicijo, recimo ta prvo 3 minute, jaz imam 8 minut, jaz ne vem, ali zaspim zraven ali ne vem kaj. V glavnem tukaj je placa za izboljšave, kakor češ. Pa na kolesu pa tudi ne. Kolo je pa, kaj pa vem, kolo je pa never ending story. Samo kolo je pa tudi dosti finančno pogojeno, ne. Kolo je pa, ni samo moč, ampak je dosti tudi aerodinamika in vse to. In potem prideš do tega, da ti voziš cestno kolo, ta največji frajerji, mislim, pač hitreje, ke greš, manjše so te razlike, manj je prostora za napredek in manj to, potem lahko greš res v tiste detajle, In jaz sem vozil recimo 2:30, oni, ki so najboljši, vozijo, ne vem, 2:05, 2:10, in zdaj za teh 20 minut, da dobiš, pač okej, se nekaj je tudi moč, valjda, ampak nekaj je pa tudi aerodinamika, kako ti švigaš skozi prostor, In se pravim, jaz imam cestno kolo, letos prvič sem šele nekako dosti prišparil, da sem si tiste Črdove aerobare kupil, tisti nastavki, ki so, da si potem malo bolj ležeč, da malo boljše polziš. Oni, ki so imajo tip-top triatlonska kolesa za 10 jurjev pa še več, komponente top, ne vem, razno testiranja za aerodinamiko in vse te zadeve, Tako da ne vem, tle se mi zdi, pač tle je tudi veliko prostora za napredek, samo to bo treba iti postopoma, pa postopoma naprej graditi. Čez vikend, ki prihaja, ko tole snemava, bo, se ne motim, v Celovcu Ironman, bo šel kaj pogledat, po Firpca se odpeljati, mogoče s kolesom do tja? Ne bom šel, zato ker, kaj pa vem zakaj, iskreno povedano, me niti toliko ne zanima, da bi šel kaj v živo, ker te Ironman dogodki tako so posebni, ampak niso pa spet nič toliko posebnega, ker enega ali pa dva doživiš, pač je ta neka atmosfera, je to tisti okoli štartnega ciljnega prostora, okoli tranzicije, okoli tako, drugače pa triatlon, tako, kar se gledanja tiče, dosti beden šport, pač, ne vem, tako, ni nekaj ful dinamično, pač tam oni mahajo po vodi in ti zgledaš in oni še kar mahajo, tam pač gledaš. Vozijo se v enih krogih brez veze, ke se vozijo s kolesom, tudi ni glih Tour de France, dajmo tako reči. Zdaj na teku, pa kaj zdaj, mislim, saj sem pa tja pogledam kakšen maraton pa to, ampak tudi pač ni neka dinamika, on pač tam lavfa in ti gledaš in on še kar lavfa in tako, Zdaj, da bi se samo zaradi tega v Celovec vozil, pač ne vem, nekako mi ni, Bom rajši tukajle po domačih logih, jaz malo pedala poganjal pa malo lavfal,
Se pravi, okay, tvoja trajektorija športna je zdaj, da izpiliš tole svojo tehniko, pa tranzicije, pa vse ostalo, da postaneš polnokrvni Ironman, ja, tako, ga narediš po 10 urami, kar se zdaj že kar se od tebe pričakuje, ja, glede na to, kaj delaš na polovički, okay, zdaj ti pressure vršim, pa vem, da ti je vseeno, kaj ti vršim, ampak vseeno mi všeč, da ga vršim. Potem pa se spet lotiš moče maratona, pa ga utečeš 2:39 ali pa kaj tazga, no, ker pol boš pa spet rabil nek tekaški izziv ali kako? Moj takoj naslednji cilj ni še Ironman, ampak moj takoj naslednji cilj je polovičko izpiliti do te mere, da se uvrstim na svetovno prvenstvo. To je en tak cilj, ki pač, kaj jaz vem, saj sem 10-krat že povedal, ampak jaz si pač rad zastavljam visoke cilje. Zdaj, ali so uresničljivi ali ne, briga me, jaz rabim pač tam nekaj pred sabo, k čemu stremim, zaradi česar zjutraj vstajam, zaradi česar živim, zaradi česar, ne vem, to mi je pač tako, ne. In se pravim, jaz verjamem, da to lahko dosežem, no. Dajmo tako reči, ne vem kdaj, ne vem kako, mogoče pol, ko bomo v 65 age grupi, pa bom še edini, ki se bo tam okoli gonil, ampak verjamem, da to lahko pač dosežemo, ne. In zaenkrat je to moj naslednji cilj, no. Moj naslednji cilj je v vseh 3 disciplinah, tudi v teku je še veliko prostora za napredek, tako da moj naslednji cilj je samo delati tako, kot sem do zdaj delal, napredovati, pol pa jaz nimam tako, jaz mogoče imam neke sicer zunanje cilje, eden izmed teh zunanjih ciljev je tudi tako, kot si ti rekel, se pravi, enkrat v življenju hočem celega Ironmana končati, ne vem v kakšnem času, ne vem kako, ne vem zakaj, ampak ja. Mene predvsem zanima, koliko daleč lahko jaz pridem. Se pravi, koliko hitro lahko jaz, ker glede na to, kako sem videl, kako sem se jaz obnašal, ne vem, pri fuzbalu, pa ko smo imeli na športni vzgoji atletke, košarke, ne vem kaj. Jaz nisem nek talent za šport. Jaz sem mogoče talent za šport sam z tega vidika, da sem trmast kot brk in da ne popustim in da tudi, ko me že vse boli in ko mislim, da mi bodo noge odpadle, še kar laufam ali pa gonam ali pa karkoli pač je, ne. In mene zanima, se pravim, kam, koliko dolgo časa lahko jaz pač treniram in koliko se lahko izboljšam, no. In v bistvu je samo to, ni nek določen cilj, določeni cilji so recimo, tako kot sem rekel, svetovno prvenstvo, ali pa ne, tako kot je bil pod 3 ure maraton, ali pa karkoli pač že. Drugače pa samo, gremo po štengah, pa da vidimo, kam pridemo. No, sej legitimen cilj je tudi zmaga v Gorenjskem pokalu, recimo. Recimo. Za netalentiranega mladeniča, kaj pa, ki še ni 30. Pa, to bi bilo kar v redu, glede na to, da je v Gorenjskem pokalu, še prej, ko je bil Gorenjski pokal, zdaj je Planet v tekih, da tam je pa konkurenca in to znajo vsi reči, ki pridejo prvič na kakšno tekmo v Mošne ali pa v Radolco ali pa, ne vem, v Kranjsko goro, da tam je pa konkurenca na nož, ne. Da je pa hujša konkurenca kot na državnih prvenstvih skoraj v cestnih disciplinah. In kar dobro ti gre. Kje si pa to reč zvohal, da ti je zdaj se za pod nohte zalezla pa v možgane? To reč sem jaz izvohal čisto slučajno, če verjameš ali pa ne. To jaz nisem imel pojma, da ta gorenjski tekaški pokal sploh obstaja do konca tekme v Tržiču, je bila ta druga tekma, ne. Se pravi, jaz sem se pripravil na Benetke in je trener takrat rekel, da bi bilo fajn, če grem na kakšno tekaško tekmo, kakšno 10-ko odlaufati. In so se mi zdele tiste Jesenice fajn in sem šel na Jesenice najprej ta prvo odlaufati. Pol je bilo 2 tedna pozneje, meni se zdi, v glavnem se je spet sklapalo z mojim planom tisti Tržič
In potem sem tam šele ugotovil, da je to v bistvu nek pokal, na obeh tekmah sem dosegel pač dober rezultat in sem jaz to malo pogledal naprej, kaj se pa pol še naprej laufa. In sem v bistvu ugotovil, da ja, ne, da mogoče je pa to nekaj, kar bi jaz ciljal, ne, tako, en tak dodaten cilj. Tako da ja, v bistvu zaradi tega sem šel potem tudi naprej laufati, če pa je bil Trzin, pa zdaj so bile Mošnje, ja. Tako da ne vem, zdaj imam šteje tistih, saj ne vem, če bom pokal osvojil tudi mogoče verjetno zaradi udeležbe, ne, zato ker šteje tistih 6, najboljših 6 uvrstitev, a ne. Jaz zdajle v Radovljico imam še namen iti, verjetno, skoraj ziher, pol tista ta 6. mi pa verjetno zmanjkala in mogoče, če me bo kdo zaradi tega potem prehitel. Ampak ja, je pa tako, tak zanimiv izziv, no. Nisem pa vedel, da je pa dejansko, ne vem, niti a me zajebavaš, a resno misliš, kar se konkurence tiče, ker jaz pojma nimam, niti proti komu laufam, niti kako je to primerljivo z ostalimi teki pa to. Jaz sem mogoče na začetku rahlo tako podcenjevalno ali pa ne vem, kaj si mislil, kaj so to kar ene vaške veselice pa vaški teki, a ne. Pol pa prideš tja, pa odlaufaš 34, 34, pa ni dovolj niti za zmago ali pa celo za drugo mesto, ne. Tako da očitno so kar resne zadeve, ja. Ja, ta pokal ima tradicijo in se jo drži, kljub temu, da se generacije tekačev menjajo, oziroma, da tisti, ki so zmagovali pred 20 leti, so pač že v age groupu 55+, ampak še zmer se grebejo, še zmer se grizejo za sekunde s tistimi drugimi, a ne, ki so imeli tudi zamenjane kolke, to sploh ni važen, a ne, pa znucane, hilke, strgane, to ni važen. Na gorenjski pokal se gre in se gre do daske. In jaz sem šel na par tekem pred leti, pa sem se malo hecal, pa sem jih slišal, fantov, da to pa ne gre, da se lahko zabavam na Ljubljanskem maratonu, lahko se zabavam v Berlinu, ampak tlele, se da pa vse od sebe, ali pa si nespoštljiv do tekmovalcev, so tekmovalcev. Tako da to, da veš. In zdaj te pa že piškuri, debeljaki, porente, pa že malo vejo, kdo je pa Klemen Šuligoj, ki pride, pa jim pomešaš trene. Ti že fantje pokimajo, pa te že povprašajo, pa te že malo gledajo s spoštovanjem, ali kako? Ja, to ne vem, zato ker jaz se v živo z nobenim nisem še pogovarjal, skoraj da nič ne. Bi bil pa zelo vesel, no, se s kom pomeniti, pač čestitamo si tam v cilju, jaz se pravim, jaz pač vsak, ki pride na tek, pa odlaufa tak fenomenal, mislim, to je tako, za rekreativce, mi, ki smo, so to že fenomenalni časi, lahko rečem, a ne. Jaz vsakega spoštujem, jaz vsakmu, se pravim, v cilju roko stisnem, zdaj kako oni name gledajo, se pravim, ne vem, ker do mene še noben ni tako prav resno pristopil, ampak ja, fantje laufajo in tudi, ko si rekel, da se gre do daske, mislim, jaz sem šel zdaj že na 3 tekmah tako, konkretno na mrtvo, ne. Ne hote sicer, ker jaz to jemljem tako kot, mislim, kot hujši trening, nič ne tapram, nič ne počivam pred tekmami pa to, no, ampak vseeno sem se pošteno skuril in ja, in tudi fantje laufajo. Zdajle bodo to poslušali, ne? Si beležil, rekel je, da ga ne bo v Kranjsko goro, v redu, ja, dober je, ok, zdaj imamo še šanso, 3 točke tle, 5 točk tam, no, se vem, da si to taktično povedal, ja, da si jih zmedel, tako da zdaj ne bo nič jasno, ja, tem konkurentom res, ja, je častna zmaga v gorenjskem pokalu in ti kot novinec, med to smetano, se pravim, si kakšno perje sigurno, vznemiril tam, kakšen perček je zletel, ker se vsi sprašujejo, kdo pa je tale Šuligoj. To mi je všeč, no, všeč mi je, da se to dogaja, pa na kakšno teh dirk moram priti, že zaradi tega, da to vidim v živo, ja. Pa potem vprašam koga, kva si mislil vsem skupaj. Katera zmaga ti je najljubša, Klemen, recimo, od letošnjih? Ja, vse letos je bila samo ena zmaga, ne. Letos je bila samo tam v Tržiču, sem dejansko zmagal, čeprav dosežek mi je pa najljubši pač na Jesenicah, definitivno.
ker tam sem pa, mislim, jaz na vseh tekmah, kjer sem bil do zdaj, vključno z Benetkami, nisem med tekmo nič gledal na uro, pa nič nisem laufal po nekem vnaprej zastavljenem tempu ali pa da bi karkoli. Jaz pač vklopim, ker pridem čez cilj, izklopim in laufam pač po feelingu. Daš vse od sebe in to je to, ne. In tam na Jesenicah sem pa, ne vem, presenetil sam sebe, jaz v življenju si nisem mislil niti približno, da sem sposoben odlaufati tak rezultat, ker sem ga odlaufal. In čeprav sem bil tam drugi, je to mi tisti rezultat in tisti dosežek pomeni veliko več, recimo, kot tista zmaga v Tržiču. Bravo. Je malo valovita proga, tam malo je Rolling Hills na Jesenicah, ampak izvrstna za hiter tečlo. Tu se tudi meni dozdevali takrat, da se ti zdi, da pač prvo polico tečeš malo na gor, drugo pa več ali manj na dol, čeprav ni čisto res, ampak ja, občutek je tak in tudi časi so fenomenalni. V rekreaciji veliko goriš, da si rekreativec, pa da si tudi ultra tekmovalen. Daj mi zdaj ti povej, rekreacija, tekmovalnost, to gre eno za drugim, ali ni, ali smo preveč obsedeni, tisti, ki hodimo na tekme, pa gledamo na ure, pa segmente na Stravi čekiramo. A je to še rekreacija? Rekreacija je tisto, ko greš brez ure laufat malo gmajno, se prešvicaš, greš domov, spiješ radler in je to. Kje je meja? No, kje je meja, da bi rekel, si športnik, si tekmovalec ali pa si rekreativec, ali ne rabimo sploh te meje določati? Jaz mislim, da je to brezvezno parlamentiranje. Tako, no. Jaz mislim, da meje ne rabimo določati, zato ker edina meja, ki nekako obstaja, je to, ali si profi ali pa nisi profi, ne. Profi si, če od tega živiš, če se s tem pač dejansko cele dneve ukvarjaš, vsi tisti, ki hodimo v službo, pa sam še zraven malo migamo, pač nismo profi. Zdaj, kdo je rekreativec, kdo ni, kdo je tekmovalen, kdo ni, pač sej tudi tisti, ki bo rekel, da ne tekmuje z drugimi, pač pa mogoče tekmuje sam s sabo, a zdaj je tekmovalen ali ni tekmovalen. Jaz bom tako rekel, pač dokler te šport veseli, pa dokler ti v športu uživaš, je pač čisto vseeno, kva delaš. Ali greš brez ure, brez vsega laufat, ali greš pa z najnovejšim Garminom loviti KOM-e na ne vem, Strava segmente ali pa ne vem kam. Pač če te pa to veseli, pa pač bod pa na Strava segmentih, a ne, sej jaz jih tudi lovim. Mislim, pač priznam, a ne, zato ker mi je to tako zabavno, pa pač hecno, pa ne vem, namesto da laufaš en kilometer interval, kar tam po neki levi ulici, greš pa pač na nek Strava segment, pa se mogoče zaradi tega še malo bolj poženeš, a ne. Mislim pa, da vsak, ki je kolikor toliko v stiku z realnostjo, pa pač ve, da, mislim, ne vem, da tudi če laufaš 35, 33 na 10, ne vem, 32 na 10, tudi če laufaš polmaraton 21, ne vem kaj, pač mogoče zmagaš tam en tek slučajno, v nekem malo bolj občem merilu je pa to pač še vedno, tako kot sva prej govorila, še vedno se najde nekdo iz druge vasi, ki je hitrejši, pa vedno se najde en iz tretje vasi, ki je hitrejši tega iz druge vasi, pa vedno se na koncu najde en Kipčoge, ki puščijo vse, ne. Torej, potegnemo črto, a ne, mi smo vsi eni navadni rekreativci, eni imamo pač težavo s tem, ja, obsesijo, ja, z našo rekreacijo, a ne, ampak dokler to ni destruktivno ali pa samodestruktivno, a ne, pa ne bo zašla v te vode, recimo, da zdaj ostajava nad gladino, ne, samodestruktivnosti, ja, upam, da tudi najni poslušalci in gledalke to menijo, ker trpijo najino pogovarjanje že 1:50 minut. Ja, spoštovana publika, zdržite še 10, ja, do 2 ure greva, pol pa nehava, ker bo res dosti pol, ker boste zaključili trening počas, a ne, ker zdaj vas zanima, kaj bo povedali na koncu. Povedala bo pa tole, jasno, ja, s Klemenom sva se 2 leti pa pol, takrat majčkeno več pogovarjali nadaljavo, ko se je on ponudil, da mi ob novo nastajajočem podcastu pomaga pridobiti kakšnega tujega gosta. Ja, obema
je bil idol Dean Karnazes, pa seveda tudi Barefoot Ted, on je navezal stike z obema, ki sta Američana kot kdo drug voljno privolila k pogovoru. Ne. To so bile kar naporne izkušnje zame, ne samo zaradi tega, ker sem to mogel početi v čudnih nečloveških urah, ampak sem se na to mogel pripraviti, potem sem to prevajal in se ubijal s tem. Super je bilo, ampak sem rekel, okej, saj slovenska publika ne ceni toliko, kot ceniva to midva, pa cenijo bolj slovenske, age grouperske zgodbe, kot pa mogoče kakšno Karnazes, ampak vseeno, vrnemo se zdaj. Zakaj recimo takrat, kako, jaz sem že malo pozabil, ampak kaj te takrat užgalo, da si recimo začutil mogoče priložnost, da pa te kalibre privlečemo v slovenski prostor in jih ponudimo mogoče tudi slovenskemu poslušalstvu? Ja, meni je bilo tako, meni je bila ta tvoja ideja za podcast, mi je bila ful všeč, ker je to tako, nekaj takega, kar bi si tudi sam želel delati, pa nikoli nisem imel ali jajc, ali volje začeti, ali kakorkoli pa že. In potem sem razmišljal, da čeravno že jaz nisem tisti, ki nekako vodi podcast, bom pa kar se da prav pomagati tebi, ki si bil pač bolj, kako bi rekel, angažiran za to, da te prata. In jaz v bistvu tudi toliko poznam tebe, da vem, da ti in Barefoot Ted in Karnazes pač tako, da sta ti dosti ljuba. Karnazes je tako, Karnazes je pač Karnazes, tudi nekdo, ki začne laufati, ali pa ne vem kaj, se mi zdi, da je on mogoče ena izmed prvih oseb, na katera naredi, ne vem, mogoče si narobe mislim, ampak že zaradi tiste njegove knjige Ultramaratonac, kako je naslov, in jaz sem pristopil k temu, se pravim, želel sem tebi pomagati, in kako bolje pomagati, kot pripeljati neke imenitne goste, ki jih večina ljudi pozna, in bi s tem pač več ljudi izvedeli za podcast in več ljudi začeli poslušati in vse to. In tako je v bistvu izklila ideja in sem rekel pač, dajmo probati, Ja, jaz si ne bi recimo drznil, biti tako veliko potezen, in ti še danes hvaležen, da si ti naredil ta korak, da sem pač bil vržen v to vodo in sem pač mogel s svojimi idoli se pogovarjati, pa se pol vidiš, da so to tako kot midva, ljudje, ki imajo iste travmatične momente, ko morajo iti laufati sredi noči, zato ker drugačni časa, pa iste bolečine v levi mečni mišici, ko naredijo kakšen kilometer po soncu preveč, pa niso mislili na hidracijo, karkoli že, pa še Američani so super je bilo. Ti si imel pa še nekaj predlogov, pa sem jaz rekel, če hočeš, da je to še nekaj časa delam, relax, zdaj ne bom rekel, če mi zrihtaš Kipchoge, ga bom podelal, ampak hecam se, saj Kipchoge se ne oglaša pač vsakemu podcasterju, on najbrž za svoje intervjuje računa, kaj pa vem, ampak zdaj kdo pa še hoče poslušati Kipchoge, ki je bil tu neslavno poražen v Bostonu, mislim, kdo je zdaj Kipchoge, zdaj Kelvin Kiptum tisti, hecam se, Eliud, Faca, sorry, dobrodošel, če ti bo slučajno Klemen napisal mail, daj saj lepo napiš, hvala, se pripravljam na New York naslednjič. Ja, jaz upam, da te ne bo poslušal, Zato, ker jaz sem tako dosti nor, da bi mu res mogoče kakšen message poslal, tako da kaj pa veš, mogoče dobiš kakšnega goloba pismonoša iz Kenije ali pa iz ne vem kje že. Ti si moj, dajva reči, ti si moj, tale vezist, človek za komunikacije z svetom visoke atletike, tako da prosto, zakaj pa ne? Eliud, če imaš 4 ure časa, dobiš vprašanja naprej, enega, se tudi tako on dolg časa govori, pa bomo to naredili še za slovensko publiko. Klemene, si videl, kako hitro mineta 2 urici, pa samo malo sva čvekala.
Ne? Ja. Če bi še potekel tako hiter minil, ne? Ko si počasen, tako kot jaz, ne, zmer poteka prehitro vse teče ura. Gledaš uro, pak, danes nam šlo po 2 uri, ampak pustimo zdaj to, a ne, eni pač, ko bi rekel, parafraziram znani rek, nekdo je rekel, pač ne, eni gonijo jezik, eni gonijo kolo, eni pač se pa gonijo tam zunaj, pač za dekleti recimo, no, ja. Nekaj mi je znano, ja, kada bi to danes že slišal. Mislim, da moče so oba dva videla isti, moče bilo na Instagramu v Reelsih, kaj pa veš. Super pogovor je bil tole, jaz sem res užival, govorila bi lahko recimo še 2 uri, pa še 2 uri, pa mislim, da še bova kdaj, ker ima še veliko tem za obdelati, ja. Mogoče takrat boš snedel Ironman ali pa še prej, ali pa takrat, ko v Kipchoge bova skupaj ga obdelala, recimo. Eno vprašanje imam še zate, samo eno, ja, da bo res polni 2 uri. Glede na to, da boš drugo leto dopolnil okroglih 30 let, ne, sigurno imaš že kakšno treparijo pripravljeno za to, da proslaviš svoj prehod v res pravo odraslost. Ja ali ne? Precenjuješ me, nič nimam. Dobro, si imaš še Nisem čas. še. Ja, čas je še, tudi po moje, da bi mi znali kakšen prvovrsten idiotizem na glavo pasti, ampak moram tako reči, da jaz ne dajem veliko na te razne rojstne dneve, obletnice, pa to, ne vem, ne zdi se mi tudi pretekla leta, nisem prav posebej praznoval raznih teh jubilejev in tega, tako da ne vem še, kaj se bom zmislil, no. Zdaj trenutno imam en drug, malo večji cilj pred sabo še za to sezono, to naj zaenkrat ostane še skrivnostno, ker tudi razen mene še nihče drug ne ve, ampak ja. Potem, ko bom pa to oddelal, pa bo pa dolga zima, dolga zimske urice, ali kako so že rekli, ne, bo pa idealni pogoj za razmišljanje, za tuhtanje, tako da bomo videli, Bog ve, česa sem spomnil. Ne na to, kaj si že počenjal, ja, doslej, recimo teku 3 virtualne maratone, enega za drugim med korono, ne, ali pa polovičke ob 2 zjutraj, ali pa, ne vem, odlaufal petko v 17 minutah čistko za trening, mislim, dajte, poglejte na človekovo Stravo, pa Instagrama, ne, pa se napajete, dobivate motivacijo, vse ostalo, ja, tako kot jo jaz z veseljem sledim. Teaser si dal na koncu, kako bolje zaključiti tole epizodo kot s teaserjem. Kaj bo Klemen letos še počel, zveste, ja, v naslednji sezoni podcasta, da gre za tek. Kaj pak? Klemen Šuligoj, bilo mi je v čast in veselje in seveda v neizmerno zabavo. Hvala ti za tvoji 2 urici in vse ostalo, kaj pak. Ja, hvala tebi, Marko, za povabilo. Kot sem ti napisal, ko si mi ta prvič napisal, ne, pač ne vem, kdo bo sploh to poslušal, vsak, ki bo poslušal, jaz ne vem, upam, da mu bo všeč. Ne vem sicer, če sem vreden gostovanja v tako eminentnem podcastu, ampak ja, hvala za priložnost, pa upam, da se čim hitreje tudi v živo kaj srečava. Bom prišel na gorenjski pokal na zaključek, da vidim showdown, definitivno, evo, zdaj si mi dal cilj. Tako da, kdor je poslušal do tule, ja, hashtag Klemen15 za 15% popust. Pri nakupu majice si danes že tekla, kaj pak, ja, se jih ne prodajam, jih dajem, ampak kakorkoli, super je bilo, Klemen se vidva, pozdravil se tam zunaj, tudi mamo, ki jo že dolgo nisem videl, no, pa na snidenje, kaj pa. Hvala, Marko. Srečno, ajde, čau.